Je urang doživetje, ne, konc koncev je velika koncev. stvar. Ne glede na to, ali si laufal maraton 2 ure ali pa ga laufal 5 ur. Nisem bil kot otrok nikoli na Storžiču ali pa na Kriški, pač jaz sem se izogibal hribom na delač. Zakaj trail pa triatlon? Oboje so v bistvu trije športi. Trail je tek gor, tek dol pa tek po ravnem. Jaz treniram zelo, zelo zares. Pač jaz se s tem ne hecam in sem tudi zelo analitičen, kar se tiče treninga. Za ful zadovoljen z dirko, zato ker sem bil z glavo res 8 ur čist par stvari, tisto res mi je delal, koliko je treba. Spoštovani in cenjene, zdajle ne vidi se, mogoče na kameri, ampak res se pošteno potim, kot da bi tekel, pa ne zaradi tega, ker sem šel po stopnicah, zdajle, če sem prav, sem šel, zaradi tega, ker je neznosno soparno vreme, tule, ko tole snemava z Žanom, današnji moj gost je, prepoznali ste ga že, ja, na moji, ja, desni, Žan Žepič. Živijo, Žan. Živijo, kako si? Jaz nisem v klimatiziranem prostoru in to obžalujem, kaj pa ti? Ja, tudi jaz ne, zato sem pa v kratki majici, pa čist primir, da ja ne zašvicam. Da ni kapelce, ja, sej, pravim, grozno vreme je, res grozno, jaz sem rekel, prej sem, ko sem travo kosil, premišljal, da mogoče bi šel danes pa še teč, potem na najnem pogovoru, pa sem naredil, rekel, svoje korake za danes že, pa svojo količino švica sem izšvical. Kako ti prenašaš vsem tole vročino, vendarle si majčkeno bolj pripravljen kot jaz? Ja, tudi jaz nisem glih za vročino narejen, če sem čisto iskren, tako da jaz imam tudi kar probleme zdajle, oziroma sploh tele prehodi so zoprni. Saj po en mesec vroče pol že gre. Zdajle je pa kar malo zoprn, ja, iz 10 stopinj na 30 v 2 dneh. Obup. Ne vem, veliko tekačev in tekačic sem že tule imel, pa zelo malih je, ki so hvalili toploto. Poznaš ti kaj dosti ljudi iz tekaških krogov, ki pa na vročini zacvetijo? Ko pa jaz vem, ja, mislim, noben je ne mara, zdaj samo to, da enim bolj ustreza kot drugim, oziroma jo boljš prenašajo na koncu. Tako da mislim, da je tako nekako z mrazom, pač noben ga ne mara, samo enega malo boljš prenaša kot drug. Kako ti prenašaš mraz, recimo? Mraz precej boljš kot vročina, če sem čisto iskren. Ja, zame je 10 stopinj pa dež, tako da me s rokavčke gor, pa sem srečen. Prva liga. Kaj pa? Zadnjič sem zanimiv pogovor v prejšnjem podcastu o namakanju v mrzli vodi. Kakšno pa je tvoje mnenje o tem? Smiselno, ampak mučenje po drugi strani. Veš, končno je nekdo drug povedal tisto, kar jaz mislim. Ja. Bom tako rekel, jaz vsake toliko cajt se spravim, dansko v mrzlo vodo pa v reko, ampak zelo nerad. Jaz sem to počenjal, rekel, 2-3 sezone nazaj, ko smo lezali tam na Kamniško sedlo, pa okrog, pa pol nazaj, pa je bilo vroče, pa v Bistrco, tisto znamenito Bistrco, ki je imela, povem, takratnih 8 stopinj, hiter not pa ven, ja, pa je bilo tako osvežujoče, ampak tega res ne bi počel ves čas, niti ne po zimi, no, tako da ja, sem rekel, moram se s kom pogovarjati, kdo redno počne, kako to mentalno blokado premaga, ker to ne more biti nikoli užitek, pa ne me basati, no, da je to užitek, ne. Ja, pravijo, da je zelo podoben meditaciji, te, ki se to grejo resno, ne. Tako da zdaj pa ne vem, jaz nisem eden izmed teh, ki bi ti lahko vedel to povedati, kaj dosti. Tem se ne bo pogovarjala, prehranim to za drugič, da kakšnega se s tem spet še bo bolj ukvarjala, mi da se bo pogovarjala o tistih vsakodnevnih temah, o teku se bo pogovarjala, pa o kranjskih pa predvorskih hribčkih se bo pogovarjala, pa UTMB-ju, pa o kolesarstvu in še čem. Kdo je? Žan Žepič, se sprašujete? Ja, od ta starega Žepiča sin, bi rekla v naših koncih. Tudi v tem bo govorila o njegovem očetu, ki je bil znan tekač. 26-letnik je bil v svoje čase kolesar. Ja, Pogačarjeva generacija, ki si je kolesa zasitil, kdo bi si mislil, od vseh športov, ki so na svetu izbral, prav trail tek. Upam, da se ga ne bo še tako hitro zasitil tega športa, ker je res odličen v tem, že državni prvak v krajšem trailu, pa večkratni prvak pa na stopničkah, na teh, ko so ultra trail, Vipava Valley, pa Kranjska Gora trail za Julian Alps, pa ravno še, ja, tako da bi ga snel
Iz Salzburga, pa zdaj že nazaj v Kranju, kjer je zmagal na Mozartu, mislim, noro. Pol bo res dogaja in ima velike plane in o tem mi bo povedal, Žan, daj še kaj dopolni, kakšno podrobnost dodaj svoje bogate, čeprav kratke kariere. Ja, kaj povem, načeloma si kar povedal, zdaj zame še vedno največji uspeh je Lavaredo, 4. mest lanski let na 50-ki, na Cortina Trailu. Še zmeraj pač kar se tiče konkurence in vsega, mislim, da je bila to tista moja dirka kariere do zdaj. Tako da vse ostalo pa mislim, da si kar zadev. Nekaj sem pozabil povedati. Namreč ob koncu lanskega leta, ko so na gorskih tekih delali lestvice, so zabeležili tvoje ime in zraven napisali 845 itra točk, najboljši Slovenec v 2 letih. Daj mi to razloži, kaj to pomeni za laike tam zunaj. Itra točke. Se pravi, ja, to je nek indeks, ki probajo z neko računico, ki je še meni majčkeno nepoznana, ker je zakomplicirana. Nekako v bistvu narediti, koliko je nekdo dober tekač, ne glede na to, na kakšnih terenih laufa. Se pravi, tako nekako, ker je v maratonu maratonski čas, pač 2 ure 15 nekaj pomeni. Tle proba narediti to itra lestvico, dejansko te točke. In na vsaki tekmi je, glede na razdaljo, distanco, pa delno tudi pol nivo, se čas kategorizira kot nekaj točke. Zdaj, načeloma sistem dosti dobro funkcionira, razen včasih pa še vedno fali, tako konkretno. Ja? Tako da še vedno se mi zdi, da majčkeno v povojih vse skupaj. Zdaj, pod itro pač spadajo vsi traili ali morajo biti določene kvalitete, kaj šteje vse pod itra lestvico, recimo? Ja, ITRA iz osnove je pač mednarodna trail zveza, ne? International Trail Running Association. Tako da ne spadajo pa vse pod to. Se pravi, pač imamo še zraven v bistvu, zdaj je nekaj tekmovanje ratov med UTMB pa ITRO. Se pravi, ITRA so recimo Evropska svetovna prvenstva, državna prvenstva, padajo pod ITRO, zdaj UTMB serija drži neko svojo varianto, pač UTMB-ja in njenih dirk. Zdaj, kjer dirke so pa dejansko pol kategorizirane, pa odvisno od organizatorja samega. Se pravi, komu hoče plačati, oziroma če hoče plačati. Do tega sem prišel. Se pravi, jaz, če grem organizirati trail, recimo, trail, ki bo šel okrog Storžiča, hecam se, ne bom tega organiziral, bojo drugi, ampak če bi ga organiziral, pa če bi želel biti med ITRA uvrščenimi prireditvami, pa šteti za točkovanje, bi pač mogel plačati neko pristojbino, da sem zraven. Plus izpolnjevati neke pogoje najbrž. Ja, nekaj na to fora. Sej pravim, jaz tudi točen zdaj ne poznam ozadja organizacije, ampak ja, to pa vem, da ja, če bi hotel biti del ITRA, se pravi, da bi bila tekma kategorizirana, bi mogel plačati dansko zvezi nekaj, zato da bi dansko te točke dobil. Omenil si, da si zapazil, da kdaj udarijo mimo s tem točkovanjem, da mi povej kakšen primer, mogoče za tiste, ki poznajo, in bo to zanimivo. Ja, recimo, ponavadi se to dogaja na kakšnih novih trasah. Ne vem zakaj, ampak ponavadi se to takrat tako fali ali gor ali dol. Recimo, evo, ena od tekem, ki je bila lanski let, Vipava, smo bili absolutno predober kategorizirani. Čisto iskreno. Jaz mislim, da sem dobil lanski tam 830 točk, pa absolutno po primerjavi z ostalimi tekami, ki so bile tam nekje z 830 točk, absolutno nisem še tako dober. Bi mogel dobiti precej manj. Po drugi strani pa včasih dobiš pa več, kot si pričakoval, tako da to je še vedno malo tako. No, to si pošteno povedal, marsikdo ne bi rekel, da sem dobil preveč točk, bi kdo rekel, dobil sem jih kje premalo, pa bi zamolčal kakšno, ki bi dobil preveč, si to zelo pošteno povedal, če si se s kom pogovarjal, kaj pa recimo so tekači pravijo na to tvoje mnenje, ki očitno je neke vrste poznavalsko, se nekaj si pa že odtekel. Ja, se strinjajo, pač je lažje biti tih, oziroma je boljše biti tih, ker pač nad boljšimi točkami se nam noben pritoževal.
Sicer itak ti šteje, mislim, da najboljših 5 rezultatov v zadnjih 2 ali pa 3 letih, zdaj ne vem, 100%. Ampak ja, pa če ti pade noter, pa imaš eno tako tekmo, pač ti dvigne točke, ta danski indeks ti ga dvigne, posledično si kategoriziran kot boljši tekač. Kakšen je pa, rekel, najboljši rating ta trenutek? Nisem šel gledati lestvice, priznam, a ne, sem rekel, ti gotovo boš, poznaš to na izust. Kam pa kotirajo trenutno najboljši trail tekači v Evropi, na svetu? Najboljši, zdaj tako, ITRE točke so od 1000 dol, se pravi 1000 je kot najboljši možen rezultat narejen. Mislim, da te Remi Bonnet, Kilian Jornet in te fante so tam okoli 920 zdajle, tam nekje, pa si ostali dol počasne. Se pravi, če bi hotel dobiti 1000, bi mogel, ne vem, zmagati 5 največjih dirk z ne vem kakšnim rekordnim časom, ali kaj? Pa še to vprašanje, če je bilo dosti, ne. Še to bilo, zato ker vem, da recimo, ko zmagajo UTMB z rekordi zdajle zadnje par let, ko se to te cajti noro dol letijo, pa še vedno dobijo, ne vem, 930, 940. Dejansko 1000 je v bistvu nemogoče dobiti. Noro. Ajde, 845, potem v tej luči, ne, izgleda izredno dober rezultat. Mislim, kam se uvrščaš na svetovni lestvici, po kvaliteti z 845 točkami? Ja, to je zdaj tako, kaj dober rezultat je zelo subjektivno. Mislim, da je to, zdaj govorim iz glave, ker že en cajt nisem gledal, če sem čisto iskren, mislim, da je to okoli 200-300 na svetu od vseh, tako da tam nekje, zdaj je to dobro ali slabo, je drugo vprašanje, ne. Ampak ja, mislim, da sem tam nekje, no. No, če bi... Svetovno gledan. Je pa to tako, nikoli ne pridemo vsi najboljši na eno tekmo, ne. To je pa tisto, kar pol malo razbije po sezoni, različne tekme, različne distance konec koncev. Tako da ja. Da najboljših 100 bi mogel imeti pa koliko točk, 900 ali kaj? Ja, mislim, da mogo biti kar blizu 900, ja. Vsaj tam nek po moje 880, 890 skoraj mogo imeti. A ti pozicija, te točke pomagajo pri čem? Ne vem, lažji uvrstitvi na kakšno tekmo, čemrkoli, kar bi imel kakšno boniteto, pa naj si bolj moče pri sponzorjih, pri drugih slovenskih organizatorjih, kaj pa vem. Se mi zdi, da pri sponzorjih še najmanj, ker sponzorjem je bolj važen danski rezultati pa pojavnost. Se pravi, njim je vseeno, imaš ti 800 ITRA, imaš ti 900, pač če zmaguješ, ne. Pač pri organizatorjih pa ja, je to pač nekako tako, ker pač ne vem, se pogovarjaš z nekomu prvič, z enim tekačem, z enim maratoncem, pa rečeš, da si 2:15 maratonc, pač je to podatek, ki reče, ok, dober si. Isto je pač pri nas nekako. Če te organizator, ki hočeš na eno tekmo, ne pozna, pa te pogleda, pač ve, da ok, ta je nekaj vreden ali pa ni, ne. Tudi zanj ga odvisen, ne, kakšnih je navajen. Tako da recimo, da je to ja. Da je pol neki šteje. No, neki šteje, bo rekel, ok, zdaj pa, ne na to, da tečeš dosti v tujini pa v Sloveniji, ne. Kje bi rekel, zdaj malo provokativno vprašanje, ne. Kje si bolj cenjen, kje dajo več na to, da imaš točke, da si nekaj že opravil, ne, mislim, sej, mogoče nikjer nič kaj dosta, ne, da pa posod isto, ne, recimo za primerjavo, oni dan sem govoril s Primožem Kobetom, ki je v Bostonu, ki je eden težjih maratonov, pa ki je tudi, bom rekel, najstarejši na svetu, odlično odtekel, pa je bil med elitnimi tekači, ne, med tistimi 70, mislim, da so jih bili tam, a ne, na koncu je vrstil na, mislim, da 12. ali 14. mesto, kakorkolno, ampak on je rekel, da z njimi, tam z elitnimi tekači, so delali, ko rekel, s modro krvjo, ne, ko da bi bili, bom rekel, res kralji, ne, levo, desno, gor, dol, so jih prevažali, futrali, skrbeli za njih, je rekel, v Sloveniji se mi to, ne glede na to, kaj naredim, ne bo nikoli zgodilo. Ok, razumem, taka organizacija, tak prestiž je tista tekmovanja, če priješ med najboljše, te cenijo, ampak to so druge dimenzije. No, zdaj pa mi pa ti mogoče povej svojo primerjavo. Vse v Sloveniji imamo tudi že tekme dosti visokega in mojo po drugi strani pa ne vem, v tujini pa moče vse skupaj še malo drugače. Mislim, jaz bom tako rekel, kar se tiče organizatorjev, recimo teh naših ta velikih tekem, recimo, da je zelo podoben. Jaz pač veliko dirkam v Italiji, ne. Recimo, da je tam, ampak kar se pa tiče tako širše javnosti pa tega, si pa v tujini absolutno veliko bolj cenjen. Tudi tako in na manjših tekmah in tako je
drugač je, dejansko ja, odnos do dirkača je drugačen, kot je pa pri nas. Pri nas si še vedno samo eden izmed, pač imaš občutek, da jim niti ni to kvažena, si na štartu ali nisi, tam pa dejansko so veseli, če ti prideš na štart, ti probajo dati, ne vem, vsaj konc konca za potne stroške, pa za tiste 2 dni hotela ali pa apartma ali pa kakorkoli, probajo ti pomagati, ker si oni želijo, da si dejansko tam. Tle mislim, da je pri nas še vedno, če prideš super, če ne pač tudi v redu, da tam pa dejansko si želijo imeti dobre tekmovalce na štartu. Tudi recimo na manjših tekmah. No, zanimivo. Zakaj misliš, da je temu tako, pač slovenska mentaliteta, miselnost, ker smo mačkam bolj na uravnilovki, pa smo vsi enaki, a v tujini pač je meritokracija, moče več vredna tisto, kar si naredil, več šteje. Zakaj misliš, da je temu tako, čisto tvoje laično mnenje? Če sva že šla provokativno, ne? Mislim, da je pač tradicija drugačna. Da tam pač v tujini se, recimo, če gledamo tekmovalce, ki recimo na trailu, ki dirkamo za odspredji, za zmagati, pa recimo enkaj 20, 50, v Sloveniji se bo kar primerjal s tabo, pa lovil cajte, pa aj danes 15 minut za tabo, aj 16, ne? Kaj bo zanč 12 recimo. Recimo sploh v Italiji, ker sem jaz pač res velik, je to čist drugo. Pač tam je dejansko samo res spoštovanje, koliko si dober, kako greš lahko to hit varianta, pač je res drugač, čisti odnos. Tako da on ne pride na tekmo tekmovati z mano, ne. On pride na tekmo zato, ker mu je fajn, pa zato, ker rad laufa, pa se bo pač na vrh hriba slikal, pa ga prav malo boli za tiste 3 sekunde, ki jih bo porabil za to, ne. Pri nas se mi zdi, da smo veliko bolj tekmovalni na vseh tudi rekreativnih nivojih, da je bolj ta tekmovalnost pri nas, kot je pa recimo v tujini. V tujini pač, če si tekmovalec, tekmuješ, če pač si rekreativec, se pa fajn imaš. Mislim, to si izvrstno povedal, ne? To si izvrstno povedal, se mi zdi, pa ni tako samo v trailih, tudi na cestnih tekih, vse bilo je tako, no, zdaj se vsi trudimo mal zašiftati ta pogled, ne, pa mačkam razširiti vse skupaj, ne glede na to, kaj si rekel, moče to, kar si ti rekel, vse lahko sobivajo tekmovalci in rekreativci na isti tekmi, ne, lahko je limit, bom rekel, 12 ur, pa ti nekaj narediš v 5 urah, en počasno na 10 urah, pa je za vse lahko dober, ne, s tem tekma ni nič razvrednotena ali pa slabša, če je povprečni čas, bom rekel, počasnejši, bistveno boljše, tako pri nas, kot da pa jih traili mogoče premikajo to, ne? Da se kdo ustraši, ko pogleda rezultate, da ne tekme pa reče, jaz ne morem na Križko pa dol priti v 2 urah pa pol za božjo voljo, ne? Pa rečeš, sej limit 4 ure, lahko greš, pa noben te ne bo brukal, če bo šel 4 ure, ta bolj bo šel pa uro 45, ne? Kaj pa vem, no, a se mogoče spreminja kaj? Ja, se čist strinjam in po moje točno to je tisto, kar zdaj traile toliko vleče, ne? Ker na cest, še tu na maraton je težko prelaufati, 42 kilometrov, ne? Ampak vsak te je vprašal, koliko si pa šel, ne? To je bilo vprašanje, ne, ni bilo čestitam maraton si odlaufal, ker ni easy, ampak je bilo, koliko si šel, ne? Na trailih je pa enkrat je dež, enkrat je enkrat je tretjo, težko primerjaš cajte iz leta v leta, ne? In je bolj res, le 50 kilometrov po hribih sem naredil, ne? In ja, in točno to, ni take obremenitve s časom in verjetno je delno to tudi razlog, zakaj ljudi vlečejo v ta trail skozi bolj, ne. Pa hvala Bogu. Tako jaz tudi to pravim, no, če se ta mentaliteta prelila tudi cestni tek, ne. Zdaj sem že velikrat povedal, pa tako rad povem, greš na kakšen velik maraton, kjer ljudje laufajo, hodijo, rečemo temu, grčimo, ne, 6 ur pa pol, 7 ur pa so neznosno, veseli na cilju, mislim, ekstatični, mečejo dol tiste majice, pofotkane s svojimi, ne vem, dragimi, za kere tečejo in tako naprej. In je to, kakorkoli gledaš, ne, čist lepo videti, ne. To je urang doživetje, ne, konc koncev je velika stvar, ne glede na to, a si laufal maraton 2 ure ali pa si ga laufal 5 ur, oziroma koliko so limiti, 6 ur. Tudi, ja, 6 pa pol, skozi daljši so, recimo v Londonu, je mu najpočasnejši, pač neko, ne vem, ni bil invalid na pol, ampak 11 ur, recimo, pa so ga pričakali in tako naprej, a ne, zdaj, kdo bi se zgražal na tem, da to ni več tek pa maraton, ampak po drugi strani je pa človeku pač ta dosežek, da je 42 kilometrov premagal na svojih nogah,
Točno to, ni lahko, ne, Tako ni izjemen, lahko. ni lahko. Ne. Vsak, ki je šel probat Ve. malo, ve, da je težko, a ne, ve, da je težko. A ti si kdaj probal odlaufati maraton na cesti? Ne zares. Tako, na treningu počasi, ja, to sem že naredil čist zase, ampak tako, da bi se ga pa zares lotil, pa trenirati za njega, pa čist iskreno, je pa mal dolg cajt se spraviti. Tako, pač, če bi se lotil zares, da bi hotel pač res neki čas laufati, po drugi strani me pa pač hribi toliko bolj vleče, oziroma mi je toliko dolg cajt, če vedno cesta pa steza, pa lovljenje sekund, da sem rajš po hribih, pa malo bolj na feeling, vse skupaj. Prav. No, ampak evo, odprla se tole tema in zdaj mi boš razložil, kako si se znašel v tem plemenitem športu. Ja, mladec kolesar. Zakaj sploh? Prvo najprej, zakaj kolesar? Kako si zašel v te vode? Ja, po moje pač je bilo tako, a ne. Jaz imam zelo športno družino, vsi so neki ali pač triatlonci, stric je bil kolesar ali so bili v plavanju, tako da pač nekako je bil šport vedno una zadeva, ki se je pač po televiziji odzad vrtela, ne, odkar sem majhen. Drugače pa ja, ne vem, že od majhnega me je vlekel, tudi dejansko jaz sem začel prekmalu. Sem začel v bistvu pri Rogu, zato ker so trenirali na poligonu pri Koncilji, ne, pri Mihatu. Ker pač vsal, pač saj sem s Krana in vsal, pač so se vozili po cestah takrat, pač Rogovci so imeli pa na poligonu policijskem v Tacnu treninge in tam sem jaz lahko mirno odpadal pri 7 letih, a ne. Ker itak se nisem mogel voziti z 90-letniki skupaj. Tako da takrat so mi pač to omogočili, ker jaz sem pač hotel čim prej v kolesarstvo, pa samo to mi je bilo. To mi je bilo edini šport, ki me je zanimal. Vse prej sem igral vaterpolo. Zakaj recimo ravno kolesarstvo, da ni šel recimo kakšne druge trajnostne vode? Ja, to je tisto, ker ne veš čisto točno, kaj te vleče, a ne. Pač vedno je bilo, ja, po televiziji smo vedno gledali Tour, pa Giro, pa vse te, a ne. Vedno smo gledali Bassota, pa Armstronga, pa Urliha, ki so pač dirkali, pa pol pač skozi naprej. In zanimivo mi je bilo, ker je bilo pač mogoče ekstremno, ampak mislim, da ni bilo to toliko važno mi kot otrokom, ampak bolj tisto, taktike, vse te zadeve, koliko se dogaja znotraj grupe, te, ja, ta sekundo gor, tam lovijo to majico, ono tretjo, mi je bilo zelo zanimivo, ne. Pa ta aspekt dirkanja. In tudi ja, jaz pač sem kot otrok, smo bili tako na morju, pač pogledal sem Tour in potem sem šel še jaz dirkat v svoji glavi, za 2 ure se voziti z biciklom po kampu, pa sem dirkal, ne. Vedno je bila tudi moja igrica kot otrok je bila, gremo dirkat. Se pravi, si imel ta naboj, ta tekmovalni nagon že od malega v sebi, v krvi pravzaprav, ne, genetsko vgrajenega in potem si ga izživljal na ta Ja, način. tako nekako, ja, je bilo vse, vsaka igra je ratala tekma na koncu, ne. Ni bilo veze s komu pa kaj. Ampak, mislim, zmaga je bil cilj, in če si bil poražen, si rekel, si bil razočaran ali si rekel, malo se moram potruditi, da naslednjič zmagam? Ja, jaz tako bom rekel, doma sem vedno hotel zmagati, ne. Pol ko sem pa dejansko prišel v kolesarstvo, pa jaz nisem v življenju zmagal. Ker pač takrat sicer še nisem vedel, a ne, ampak ja, smo bili zelo močna generacija, ne. Ja, recimo Tadej, tudi Primožič, bili so še ostali fantje zraven, ke so, ne vem, Jerman recimo, fantov Lavrič, fantov, ke so bili na meji recimo s Pro Tourom, pa ali jim ni ratalo, so pa se naveličali kakorkoli, različne zadeve, ampak smo bili zelo močna generacija, ne. In ja, jaz sem imel tako, mislim, da tudi nisem bil nikoli niti v 3. Vedno sem bil pa tam nekje zraven, ne. Pa vedno sem bil ta najmanjši, pa pač ta najbolj šuhoten. Ampak ja, tako da v bistvu jaz v športu, ko sem se ga recimo lotil, recimo temu zaresen otroški šport, ne, nisem nikoli zmagal. Mi je bilo pa vedno ful fajn, zato ker smo bili pa pač res dobra grupa, tako, res smo bili prijatelji, no, tako. Ni bilo čisto samo tekmovalno, ampak smo se res fajn imeli skupaj. Ja, saj, če primerjam atletiko, kolesarstvo, pa gledam, kdaj v Kranj na stadion, grem mimo, svoje otroke čakam, ki so tam zraven, gledam malo te mlade atlete, pa so tam urco, 2 na dan, ampak na kolesu si predstavljam, je pa to še bistveno dlje, ne, to so pa praktično še eno življenje zraven, preživiš na kolesu in si res povezan, tudi s klubskimi kolegi.
Ja, pa kot otrok niti ne tok, no. Pač nismo mi neki hudo trenirali, mi smo imeli 2 krat na teden skupne treninge in to je bilo to, pač Aha. tisto uro pa pol. Je bilo pa to, da smo se pač veliko sami dobivali, a ne, pač vsi smo imeli svoja kolesa in pa valjda, za nas ni bil problem se 30 km nekam peljati od Majno, a ne. In pač smo bili tako cele dneve odzunaj skupaj pol. Pa ja, pač je pa res nekaj, ne, velika razlika je bila, mi smo že kot, ne vem, 9-letniki smo šli v Italijo na dirke, pa tisti kombi, pa predvsem smo dirkali vsak vikend, ne. Mi smo od aprila do, ne vem, septembra smo bili pač vsak vikend nek po tekmah, ali po Sloveniji, ali pa okoli. In je drugače, ne, ko v atletiki, tudi po, ko sem jaz prešaltal, je bila to ena stvar, ki mi je najbolj bila odvratna, pač 2 tekme na leti in to je bilo to. In to je bilo dolg cajt. Pač dajmo se vsak teden dobiti, pa se vsekamo, ne. Kdo bi rekel, da je to čisto pretirano, mislim, ne vem, 10-letnik, 12-letnik, pa vem, ne, vsak teden na dirki, pa šolo mora delati, pa mislim, to dejansko je kar obremenjujoče, ampak ti, kot praviš, si pa užival v tem, v takem napetem tempu. Ja, se nam je bilo tudi predstavljen kot zabava, a ne. Tako, čist pač kot mulca, mi nismo nikoli dirkali, pa nikoli se nismo vrednotili po tem, kdo je zmagal. Mi smo se dejansko imeli fajn. Pač nam je bilo to isto, ali se na vas dubali, pa dejansko dirkali en pro drugem, tako smo se pač dubali, ne vem, mislim, zmislil v Ormožu ali pa v Škofje Lok, pač vsak teden nek drugje, pa tam so nam krog postavili in smo se mi pač preganjali okoli, ne. Je bilo pa res, ja, je bil pa nek svoj krog, zato ker si pač vsak teden videl ljudi, ki jih nismo v šoli, pa tako, a ne. Pa ker smo res skupaj mišljenje, razmišljali smo zelo podoben in je bilo nekaj čist drugega, no, čist nek drug svet. Recimo temu, otroškega športa, ko smo bili dejansko prijatelji, nismo bili tekmovalci, en pro drugemu nismo mi dirkali, valjda smo na tekmi, ampak ne pa prej pa pol, ne. Razumem. Zdaj, je šola trpela zaradi tvojega športa, no, roko na srce, lahko kar posebej poveš. Roko na srce, sem bil jaz vedno zelo len za šolo. Sem bil vedno enunih, kaj je bil raj odzunaj, ali pa pač sam ne za zvezke. In to se nekako ni spremenilo skozi leta pol. Sem vedno bolj skozi okno gledal, kam bi šel, kakor pa da bi bil doma, tako da, oziroma ja, da bi se učil ali pa karkoli. Tako da je trpela, zato ker sem bil jaz tak človek. Ne bi bilo pa treba, da trpi. Tako bom rekel. Bi se dal, mislim, če bi bi se dal hotel kombinirati oboje. Ja. Če bi bil jaz pač da bi bil majčkeno več lahko doma pa pri miru, sploh ne bi bil problem. No, ampak zdaj s to šolo si odkljukal. Tudi kolesarstvu si potem pri katerih letih pomahal v slovo? Se pravi, jaz sem kolesarstvo zaključil pri 13. Ja, pri 13 letih. Se pravi, v 9. razred. Zdaj, zelo otrok še vedno. Ja, so razmerno zgodaj, to pomeni, ali si se, mislim, res si začel zgodaj, da si se potem tako zgodaj zasitil, ali mogoče je bilo tisto, ko si rekel, če pa to sezono ne zmagam, bom pa nehal. Ne vem, si bil res v generaciji, praviš, ker so bili ostali mogoče še bolj zagrizeni, še bolj, rekel, začkanček, bolj talentirani. Kaj je bilo? Malo je bila kombinacija parih stvari, no. Takrat smo mi tudi pri nas, ker sem bil pol že v SAV, smo tudi trenerja zamenjali, pa smo se skozi po pisti vozili, kar je bilo pač meni dolg cajt za znort, ne. Da sem jaz za uro pa pol vozil tam v krogu, sem pa na kolesu, ne, ker gremo lahko kamor hočemo iti. To me je malo ubijalo. Pol pa v kolesarstvu pri nas je bilo vedno tako, dokler si v grupi, je v redu, ne. In takrat sem res pol začel odpadati od te grupe, ta prve. In pol pa ja, pač malo ti pade motivacija, vse skupaj se začne malo sesuvati. Pa po moje sem tudi se malo nažrl, pač še vseeno, 7 leta sem bil v enem športu. Malo sem bil zakompleksan kot otrok, tisti je bilo samo kolesarstvo, boh ne kaj drugega zraven početi, ne. Čeprav so mi vsi govorili, pa pet plavati, pa pa tret. Sem bil jaz zelo, kar se tega tiče, len, oziroma sam kolo in to je to. Tako da po moje sem se čisto samo pač nažrl, ker je bilo preveč. Dejansko sem samega nase kar en pritisk naredil, ki ga sploh ni obstajal, ne. No in ko si se odločil, zdaj bom rekel, na pragu šele pravega najstništva, takrat se začne lahko šele oblikovati kolesar levo, desno, ne. Kaj recimo so rekli v klubu, kaj so rekli recimo doma, na vse zadnje so mogli ta tvoj šport spremljati kar nekaj let, je bilo vse
povezano, tvoje življenje je bilo prepleteno s športom, pa tudi najbrž kakšna družinska aktivnost, a ne? Kaj pa zdaj? V klubu je bilo zelo tako, ne. Takrat je bilo, to so bili še malo drugi cajti, mi smo in vse kolesa in drese in vse smo dubali, mi nismo nič plačevali. To, ko sem zdaj poslušam, da dejansko morajo plačati za kolesa, sem kar malo šokiran. Je bilo res, veliko manj nas je bilo, ne, takrat nas je bilo, ne vem, 20 na generacijo, zdaj jih je več. Ampak tako, smo imeli vse od kluba, smo dubali, ne. Tako da v bistvu doma niti nisem imel stroška s tem, da sem jaz kolesar. Ampak v klubu pač se itak nikoli te noben ni silen na nič, pač če hočeš zaključiti, pač zaključi, ne. Če pa hočeš še dirkati, pač dirkaj naprej oziroma treniraj karkoli hočeš, ne. Je bilo zelo tako. Tako zelo zdrav je bilo v bistvu, zelo zdrav odnos smo imeli. In do treningov, in do tekem, in do vsega skupaj, pač fajn naj ti bo, vedno je bilo to, ne, naj ti bo res fajn, če ti ni fajn, pač počni kaj drugega. Doma je bilo pa pol itak, sem se odločil, da bom zaključil, je bilo samo, okej, pač doma ne boš, ne, nekaj si najti, da boš počel, ker pač doma te ne bomo gledali. In ja, in potem si ti rekel, ja, kaj bi zdaj počel, a ne? Šah ne bom igral, ker je to dolgočasen. Boks, ajde, to me je ofental. Ok, vse dosti logično, s kolesa si že zlaufal, čeprav, ajde, je tudi mogoče tudi kakšna taka tranzicija, ki ne uspe pri vsakem. Zakaj tek? Ja, predvsem je bilo tako, ne, žoga pa jaz nisva bila nikoli neki prav hudo za skup. Z roko še nekako, še rokomet, vaterpolo bi še nekako šel, ampak sem pač majhen. Ne, drugače pa pač ja, čisto iz tega je šlo, da pač v šoli sem itak vedno te šolske krose, pa to sem pač vedno zmagoval in to tako pač zelo za hec. Pa pol je bilo v bistvu, ne vem, nekaj mi je v glavo padlo, da bi se zdaj rad naučil pravilno teči, ne. In to je bila prvi izgovor, ki po mojem je bil še bolj zase, samega sebi sem izgovor dal, kakor kaj drugega, da smo šli zdaj v atletski klub, da se naučim pravilno teči. Ampak ja, od zadaj valjda sem imel tisti, grem v šport, kjer bi bil mogoče potencialno lahko dober, pač čisto iskreno. Zakaj? A Krka? Ja, to je pa, mi smo se malo selili, ne. Mi smo bili pač iz Krana, ampak smo se v bistvu glih takrat, zato sem tudi jaz zelo easy zaključil s kolesarstvom, ker smo se selili v Trebnje. Pol pa itak pač Krka je bila novomeški klub, je bilo to zelo blizu, to je vse skupaj Dolenjska, ne, tiste pol ure vožnje. Pa takrat je imela v bistvu Krka zelo dobro ekipo dolgoprogašev pri Lindiću, pri Alešu, tako da jaz sem v bistvu pri njemu začel, ja, in tako smo se bili tako, dobra grupca smo bili, tako ja, skupinca mulcev, smo se preganjali tam po stadionu. To je najprej ti atletski klub, pa steza, pa drgnemo srednje proge, pa drgnemo distance, pa tako naprej. Tako, ja, tako se je začel. Pa sem zelo hiter pač meni je bil dolg cajt na stadionu, ne. Laufati v krogu, še vedno se zelo težko spravim na stadion. Včasih se, ke se pač moram, ampak načeloma rajši ne, rajši na cesto. Začel sem kot srednjeprogaš, pač itak sem bil pionir, ne, tisti kilometer je bilo, mislim, da celo najdaljši, kar smo sploh laufali. Mene je pač, vedno me je pač vlekel maraton, ne, spet. Tisto, kar sem gledal po televiziji. In jaz sem pač to zelo hitro začel prijavljati, da jaz bi šel v maraton. Sistem je pač tako postavljen atletski, da se gre, ne, ta razvijanje hitrosti pač na smrt. Po pa ke strbuš, pa ko pa počasno pa šel pa na razdaljo, ne. In ja, in pol sem v bistvu še par let pri Krki, jaz sem bil pri Lindiću, mislim, da 2 leti. Pol sem pa v bistvu začel sam trenirati, oziroma mi je oče začel trenirati. Mi tako malo pomagati, začel te prve plane pisati. Takrat sem pa začel več teh 10 na cesti laufati, pa polmaratone pa to. Pol sem pa zelo hitro začel sam to v bistvu pisati plane. Zelo hitro sem pogruntal, da mi je tudi cesta relativno dolgočasna, zato ker ostaja samo tekmovanje na istem sistemu, ne. Jaz sem prišel iz kolesarstva, ke se je pač še bile taktike in take zadeve. Na stadionu pa na cesti smo pa tekmovali tako, da pač vsak je vedel, koliko hitro lahko prvem bližnjem laufa. Itak nas je bilo 6 na štart, da je bilo že to dolg cajt, ne. Sem bil pač prej navajen grupe in na koncu je pač laufal vsak točno tisti svoj tempo, ko ga je laufal, ne. In pač ni bilo nič tekmovalnosti v športu. In to mi je bilo pač pol dolg cajt in zato sem pač se dejansko zelo hitro preselil na cesto, ker pač je bila vsaj rekreativna grupa, pa takrat so bile res te mule pa to, ke so ga fantje orenk leteli, ne. Mule in Mikl in podobni.
kamorkoli sprašil, nismo šans, da zraven. Razen če sta pač nista prišla, ker je bila tisti dan kakšna druga dirka, pa stišal. Ja, edin to je, da je popolno ta drugi štart prišel. Pa še to je bilo tako pol. Ja, mi je bilo to bolj zanimivo. Takrat sem imel pol nekaj celo plane, da bi jaz pač za maraton delal. Pa sem pa prišel ti hribi zraven, pa so me potegnili čistko, po nesreč dansko. Oče je šel v bistvu na eno tekmo s psi v Francijo, v francoske Alpe, kle okoli Alpe d'Huez pa to. Jaz pač kao bom šel na višinske priprave, ne, za nekaj, kaj so se pomet, kakšen Ljubljanca verjeten, za pol maraton naštimal, kaj se vem, ne spomnim se točen. Ampak takrat se je moj priprave na ceste se spremenile, to sem pač po hribih letal cele dneve, ne. Ker največ zahit je pa v tem, da jaz kot otrok pa to pač iz Krana sem, ampak jaz večkrat na Jošte nisem šel, ne. Jaz nisem bil kot otrok nikoli na Storžiču ali pa na Kriški, pač jaz sem se izogibal hribom na daleč. Gledal sem ga skozi okno, ampak to je bilo pa tudi vse. Pa me je pa pač potegnil. Pa je bilo pa še isti let, sem gledal tiste ta prve prenose UTMB-ja, in pa je bilo pa to nekako to. Začel se je kot hec, da mesto pač po maratonski karieri šel na UTMB, pa sem pa zelo hitro pogledal, kaj pa če bi šel zares na UTMB že malo prej. Ja, pa če preskočim maratonsko kariero. Točno to, ja, tako nekako. Zelo lepo si orisal, kako hitro se pri tebi vse dogajalo, ne? Kako hitro, pri 13 iz kolesarstva ven, potem greš v atletiko, 2 leti zdržiš na stezi, pol si že na cesti, se majčkeno premetavaš po cesti, si star 20 let, rečeš, fantje, mislim, kako lahko to laufate, če koj veste, že na štartu, kdo ta prvi, kdo drugi, kdo ta tretji, to je brez veze, ne? Grem jaz raditi, ja, ker ni vse tako jasno. Mislim, zelo dobro, prav si ene vrste človek, ki zna se odločiti, stati za svojo odločitvijo in, bom rekel, ne gledati nazaj, no, tako. Ja, to pa ja, ampak to niso odločitve iz danes na jutri, ne, to je vse, pač si vzamem čas pa za premisliti, pa pluse pa minuse na kup. Tako da nobena od teh odločitev ni bila tist, ok, iz danes na jutri, zdaj pa gremo. Je vse vzeli po par mesecev, preden sem se dansko lotil, in klej pač sem jaz tudi eden izmed unih, ki mu je korona zelo prav prišla, ne, da sem jaz dansko se preselil iz ceste res na trailer, ker iz osnove sem imel plan bolj počasiti, pa pač sem bil pa cajt. No, vidiš, pa pravijo, da korona je prinesla same slabe stvari, ni res, tudi kakšnega dobrega trelaša je potem naplavila, ampak tudi na cesti, moram omeniti, sem šel gledati rezultate na Ljubljanskem maratonu, mislim, da sem prav videl, da si tekel 3 polovičke, vse si tekel 1:17, ne, samo sekunde so bile druge, se je rekel človek božji, 3krat zapored je šel na isto dirko, 3krat zapored je tekel skoraj identičen čas, mislim, ne vem, kdaj bo bolj slabe vole, ali drugič ali tretjič, pol, ki je rekel, ali da moram pod 1:17, sigurno si imel plan, majčkeno dodati, recimo, drugo leto, tretje leto. Ja, seveda, ne, valjda ni bilo v planu, da mesto prvi polmaraton šel 1:17, pa še 2krat zapored, 2 let kasneje še vedno enkrat, še vedno isto, ampak ja, pač tisto prvo, takrat mi je res šlo, takrat je bilo še celo državno prvenstvo, mislim, da mladinsk, da sem še ti zmagal, pol je bilo pa ja, pa ne vem, pač vstal sem tam, zakaj sem tam vstal, ne vem, delno je bilo to, pač pisal sem si treninge sam, malo sem se lovil, malo sem se igral, študiral pač te razne knjige pa to, ampak bolj, ker ne sem se učil, kaj mi ustreza, kaj mi ne ustreza, pa je prišla ta tekma, pa sem zatrokiral ali pa karkoli je že bilo. En let vem, da sem gele zgubil, tako, vsakeč je bilo nekaj, ne. Tako da ja, absolutno ni bilo fajn. Mislim, ni bilo fajn iti 1:17, tako da veste, spoštovane, tudi za 1:17 lahko slabe vole v cilju, ja, če si pripravljen, recimo, ne vem, 1:14, 1:13, ne vem, kaj bi bil takrat, recimo, rezultat, za katerega si menil, da ga, recimo, lahko v idealnih pogojih odtečeš? Iskreno povedano niti ne vem, ne spomnim se zdaj toliko, kakšne sem imel takrat plane, ampak ja, ziher sem imel plane, 1:15 vsaj verjetno. Res se ne spomnim, iskreno. Ampak ja, pač to je tisto, ker so bile pač mogoče pričakovanja malo previsoka, pa pol sam, v bistvu samega sebe majčkeno zakrčeš, pač čisto po nepotrebnem mestu, da pač samo laufal, pač delaš neke napake in ja, tako, plan, verjetno ja, 1:15, ne vem.
No, to, ja, kdo bi rekel, joj, a ne, mladenič, to je potencial za SAP 2:30 maraton, zdaj te bomo vzeli 2 let v mesoreznico, ja, Jani Mulej ti dal par nasvetov, a ne, potem delal boš intervale z Miklom, ja, pa še ne par teh hitrih fantov, boš zdaj to bo na stadionu v Radolci, pa gremo gasa, ampak, Tako, pa po pol leta umrl. ampak ja, če se boš poškodoval, bomo že zrihtali, imamo fizioterapevti in tako naprej. A si imel kakšno poškodbo, najprej v kolesarski, potem pa v rekel svoji atletski karieri, no, tako. Kot kolesar, vem, da smo enkrat pač padli, pa da sem imel 3 rebra počena, je bilo to še najhujše, kar se mi je zgodilo. Zdaj v atletski sem pa dolgo prišel skozi brez poškodb. Sem je pa pač naredil lanski konec julija, da sem v bistvu natrgan meniskus, pa nisem vedel, da v bistvu do konca oktobra. Pač jaz sem bil samo kao preobremenitev, ne kolena, pa malo boli, pa pa tret, tako da sem v bistvu še dejansko 3 mesece nekaj treniral, oziroma probo trenirati, oziroma se probo naštimati na 100 km, ker sem jo pol septembra valjda odstopil in šele pol v bistvu pogruntal, da imam natrgan meniskus. Tako da to je bila pa zdaj taka, recimo, velika poškodba. No. Ki si jo potem uredil, si šel to zrihtati? Ja, šlo je brez operacije, hvala Bogu, skozi. Ampak ja, pač je bilo pa tudi fajn, ker je bil v bistvu glih sred oktobra, tako da sem mu več kot dosti cajta dejansko se umiriti, ustaviti. Ja, iti v fitness, dati mir, konc koncev, pa se sestaviti. Tako da zdaj je vse v redu, evo, zdaj trkam. Mislim, top shit. Evo, vrnemo se nazaj k trailom, k koroni, pravzaprav, ja, na ITRA lestvici se tvoji rezultati začnejo šteti z 2020, ja, tako s koronskim letom, potem so jih je vsako leto več, vsako leto bolj nori. Tvoja prva dirka, na katero si šel? V bistvu prva je bila v Sloveniji že 2020 januarja, mislim, da je bila ta dirka samo enkrat, novoletni Slow Trail, se je rekel. Tudi vem, da sem se izgubil, pa sem 10 km več naredil, pa neke take so bile. Ampak tako je, ta prva, recimo temu, res ta prava je bila pa Borg Trail, je bilo pa v Italiji oktobra 2020. Glih, ko so se dejansko odprli vse skupaj, je bila ta dirka. Takrat sem tudi ta prvič res zavohal, da mi je pač dejansko to dobro, pa da mogoče se to malo bolj zares lotil. Italijo si šel namenoma ali zato, ker je bilo tam, so bile prve dirke organizirane, pa jih pri nas zares ni bilo? Ne, v bistvu čist namenoma je bilo. Čist namensko je bilo, pač, ker sem se odločil, da če se že grem, se hočem imeti zares. Pač Italija pa vzdržljivost in šport, to gre pač takole skup. Sem rekel, najbolj, da se učim pač od njih. V Sloveniji takrat nisem poznal niti trailov, niti nič, do laufa, niti kaj. In pač se mi je bilo lažje učiti od njih. Sem rekel, pač grem se učiti z najboljšimi. Od njih se lahko nekaj naučim in zato sem šel kaj. Pač pa tudi tako mi je bilo. Tam sem saj videl, kje sem. Ker pač sem vedel, kdo je na štartu, vedel sem, koliko so vredni. In pač, če sem lahko dirkal z njim, sem rekel, ok, pač sem na nekem nivoju, da se tega lahko lotam. Mislim, da je bil Rok Bratina, ki mi je razlagal, totalen fan italijanskih klubov, trailov, dirk in vsega ostalega, ne glede samo organizacije, tudi pristopa k vsemu, no, tudi on mi je opel te italijanske razmere in tako naprej. Ti si šel takoj k najboljšim, in potem si to pripenil s slovenskimi. Kako ti je šlo na tistem trailu, recimo? Tistega prvega sem zmagal. Mislim, kaj še lahko boš? Ja, se ti je bil šok in za me, in za organizatorja, in za vse tam. Takrat je bilo tudi tako, pač nisem še govoril italijansko, ker sem se italijansko naučil govoriti dejansko pač na tekmah čist spotoma. Tako da ti se bil res pač čisti šok, pa pol je bila neka televizija in sem pač zatrokiral in ni bilo nič jasen, ne. Valjda italijanska, valjda noben ne govori angleško, ne. Tako da ti se je bilo kar malo zanimiv. Tako da ti sem zmagal, pol je bilo pa čez celo sezono, sem se spravil dirkati v bistvu italijansko Golden serijo naslednjo, pol 2021, tam pa enkrat sem bil drugi, večinoma pa bolj odzad, sem bil pa tam 7, 8, 10, 12, 22, kolikor je nanesel. Ker ja, pač glih fora Italije, ne, tako kot je Bratina tudi zdajle, ne, spet zelo veliko dirka po Italiji, kar ga spremljam, pač grupa je zelo velika, se pravi, na enem nivoju jih pri nas recimo 2-3, tam jih je pa 15-20 enakih na štartu. In dejansko ti lahko tekmo zmagaš, lahko si pa 15. Pa še isto dober.
Ali pa ja, ena napaka, ena kriza recimo, pa si namesto, da bi bil v top 3, si pač 16, 18, 22. In je zanimiv za to. In če tam zmagaš, potem se ti mora res vse poklopiti, ne? Moraš V imeti vse bistvu, ja, moraš ja. biti res dober, da zmagaš. No, ampak, ok, leta 21 si vse se ustavil na kakšnem slovenskem trailu, pobral kakšen naslov, recimo tako mimo grede, a ne, ali kako? Ja, takrat je bil tudi, ja, po mojem, ta prvi resen trail je bil pač pod Brdo, ki je bil državno prvenstvo, takrat so se z Bregarjem posekala, se dansko šprintala za tisti naslov, pa Leko, ki je bilo glih 1 meter ali koliko je bilo. Vem, da so še prav tako, da so še slike gledali, kdo je zdaj dansko zmagal, pa kdo ni zmagal, ker so pač Fotofiniš, prišla en no. zraven drugega. Ja. Takrat je zelo kar zanimiva ja, situacija. Pa mislim, da ne vem, če sem še kaj zmagal tisti let v Sloveniji. Mislim, da ne. Sem bil bolj v Italiji takrat. Potem so si držal naslov, mislim. No, pa ja. Ubijal za njim. Mislim, to je lepa, mislim, zdaj, ok, dokaj nov si bil na tej sceni, no, zdaj so te še malo vohali, so te še malo gledali, kje je ta Ležepič preletel zdaj, a ne, pride pa kar državca dobi. Bregar je bil že kar neki cajtar, recimo, a ne, je mešal štrene, ampak ti si bil pa, ali so te že poznali, niso te, kako so te, recimo, sprejeli, te vprašali, kje, kdo, kaj, zdaj. Jaz mislim, da takrat me ni noben poznal. Zato sem pač preletel iz Italije, pač v Sloveniji sem bil XY, ne. Po moje še vedno, kar sem bil v Sloveniji, sem bil še vedno cesten tekač, ki laufa rekreativne teke malo okoli, ne. Tlele po Gorenskem pa to. Tako da po moje pač takrat je bil čisti presenečenje za njih. Ampak po moje pač sprejel sem jo pa v redu, sej nimaš kaj, pač roko daš, rečeš čestitam, pač boljši zbil in to je to, sej nimaš kaj dosti. Kakšne reče, pa tako dobro izgledal, zdaj pa če Žepič prišel, ne. Pa še 10 let je mlajši, pa to je brez veze zdaj, ne. Ne, super, malo se hecam, seveda, vem, poznam kar, bom rekel, veliko tekašev, trilašev, vem, da so, bom rekel, zanimivi ljudje, radi imajo tudi konkurenco, pošteno priznajo tudi poraz, če je temu tako, ne, zmeraj nova dirka, na kateri se lahko pomeriš, če kdo pač boljši. Kako gledaš recimo na fenomen, rekel, naših veteranov s Cvetom na čelu, ki recimo so tako dobri, ne, mislim, on je tudi kolesar, no, zdaj imate še nekaj skupnega iz kolesarskih logov izhaja, ne, boš rekel, da je morda ravno to, ne, da je on bil kolesar, pa še kakšen drug, ki je presedlal potem na tek, kakšna dodana vrednost pa širina, ki dodaja, mogoče nekaj, da si lahko morda boljši od nekoga, ki samo laufal. Kaj pa jaz vem, mogoče delno pač čisto iz razloga, ker imaš manj poškodb potencialno. Zdaj, ja, drugače pač Cvet je itak legenda, ne, to nimaš kaj. Če me jaz pač pri 50-ih še bližen laufal, ki na takem nivoju bom zadovoljen, ne. Tako da tle je pač noro. In tle bi lahko boljš on povedal, ne, kaj je razlog, zakaj. Ja, kaj je razlog, zakaj leti. Ampak ja, mogoče je tudi delno, pač če ne drugega ne laufaš skozi, to, kar verjetno še vedno tudi jaz vidim, jaz sem pač še vedno nekaj sem na kolesu, nekaj naredim ur na kolesu treninga, kar posledično pomeni, da takrat ne laufam, ne, to pomeni, da recimo imam stresen vse skupaj. Ampak po moje, ja, da imaš pa ti res dolgo kariero, je pa res to, da imaš čim manj poškodb, ker pač, ker bi ti dansko nižale nivo, ne, vmes. No, ja, se je ta cross, mislim, vedno znova se vračam v teh pogovorih, tem cross treningu, ne, ki iz čiste specializacije, kot se bi rekel, samo kolo, ali pa samo tek, morda ne traja tako dolg časa, kot če zadeve malo kombiniraš. Enkrat si rekel, da je trening za trail tek, kot trening za triatlon, ne, da je to bolj temu podobno kot atletki sami, ne, pa dej to raztolmači zdaj le še poslušalkam in gledalcem. Ja, ok, moja teorija je itak pač, da jaz veliko treninga preštudiram od drugih tekmovalcev, se pravi, to mi je tako, zelo rad to počnem in sem tudi pač zelo naštudiral trening triatloncev. In zakaj trail pa triatlona, ne? Oboje so v bistvu trije športi. Trail je tek gor, tek dol, pa tek po ravnem. Ker pač delajo druge mišice, še vedno pač isto pa mašina dela, ne? Ampak je tako kot v triatlonu, pač imaš plavanje, kolo in tek. Delajo različne mišice, čisto specifične, vse mašina pa ostaja enaka, ne. In zato jaz pač, ja, mislim, da pač moraš kombinirati, če hočeš biti dober trail tekač, moraš kombinirati vse troje, ker pač tekma je na koncu gor dol in nekaj bo ravnina vmes, ne.
Tako da ja, iz tega mislim, da pač je zelo podoben triatlonu. Ker pač tek na gor je drugačen kot tek na dol, tudi drugi fajti so dobri in poravnam konec koncev. Ker če klej, recimo, gledam jaz sebe, jaz nisem dober, ne poravnam, ne na gor, pa ne na dol. Sam kaj pa treba to združiti, pa recimo, da zelo dobro združujem. Da bi že pozabil sem Američana, da se trobojci bil nekaj časa, mislim, bil je olimpijski vrag, svetovni rekorder, on je nekaj podobnega rekel sem v 10 disciplinah, dosti povprečen. Ja, čist mačken nad povprečjem. Ampak sem pa to nad povprečen, da na koncu skupnem seštevku vse nabijem. In marsikdo mi že rekel, jaz sem dober na gor, jaz sem dober na dol, jaz sem dober poravnan, ampak ti si mi rekel, jaz pa nikjer nisem več dober, ampak očitno sem bil tako dober, očitno, da vse skupaj si se stavil. Trening, so pri treningu. Me zanima, Žan Žepič, kako se loti treninga, rekel je nekaj kolesarš, nekaj tečeš, pa gor, pa dol, pa intervali. Daj mi povej, recimo pripravljaš se zdaj za UTMB, recimo, da bi si v nekem treninškem ciklusu, kjer imaš na teden, ne vem, toliko pa toliko kilometrov, toliko pa toliko višincev, toliko pa toliko enih vaj. Da mi malo riši, mislim, razkriva tvoji konkurenci, tisto, kar seveda lahko, lahko se tudi zlažeš, se navedel, ampak mene zanima, kako 26-letnik, ki je eden boljših ali pa eden najboljših slovenskih trejlašov na srednje dolgih, počasih na dolgih razdaljah, trenira, da pač gre v Salzburg pa dobi 80-kilometrsko dirko. Ja, jaz bom tako rekel, jaz treniram zelo, zelo zares. Pač jaz se s tem ne hecam, sem tudi zelo analitičen, kar se tiče treninga. Zelo malo prepuščam naključjem. Tako da pač služba, trening, pol socialen življenje pa pač mačkam trpi pri meni. In imam to srečo, da imam trenutno okoli sebe ljudi, ki to nekako sprejemajo. Tako da klej pač to ni skrivnost. Jaz ne bom rekel, da pač mi je to sam fajn početi, ampak pač to počne zelo na določenemu namenu. Ampak koliko kilometrov pa višincev dansko ne vem, ker treniram na ure, ker spet ena od teorij, telo ne pozna kilometrov, ampak pač tudi trail se dirka na ure, lahko je 50 kilometrov, pa boš ti v 3 urah okoli, lahko spa v 6. In to pač ni istih 50 kilometrov. Tako da jaz si zelo analitično pa zelo specifično odločam, na kakšno tekmo se naštimujem. Zdaj, če gledava UTMB, je tekma, ki ima relativno veliko višincev. To pomeni pač, da moraš tudi trenirati te višince, pa pač absolutno moraš tudi trenirati veliko ur. Tako da, kar se mene tiče, jaz pač treniram tam med 15 pa 20 ur povprečno na teden. Zdaj, kaj pa to triatlonca? Kod je vprašal triatlonca? Lepo. Oni so na 30. Oni so na 30 plus. To je res. Ironman triatlonci so na 30 plus, olimpiki mogoče malo manj, ampak mačke razdelajva. Koliko je zdaj približen česa, kako to izgleda in tako naprej? Jaz pa spet pri triatlonu, treniram na kolesu enkrat do dvakrat na teden, oziroma iztekov ne delam, vse to grem narediti na kolo. Če sem si napisal iztek po nekih intervalih, pač to grem na kolo. Pol enkrat na teden tudi naredim tako na kolesu, 2-3 ure, pol pa pač kombiniram cesto pa traile, zato ker pač smo nazaj pri triatlonu. Moraš trenirati oboje, če hočeš biti dober. Tako da recimo, da med intervali, recimo, da 2 do 3 na teden delam neke intervale, pa en dolgi tek, vse pa konec koncev še dneva zmanjka. Analitičen si, se pravi, vse beležiš, nekje imaš to statistiko, čeprav jo ni na Stravi mogoče, na ogled vsem ostalim. Na Stravi je ni, je pa pri meni vse, Pač imam čisto lepo realizacijo, pišem vsak dan, pa tudi plane vse imam za nazaj, tako da skozi spremljam, kaj se je dogajalo, kaj mi je dansko delovalo, kjer treningi mi ne delujejo, in to skozi malo ven not mečem, oziroma pač skozi se pomalem igram. Pa tudi veliko časa pač preživim, da gledam, kaj drugi počnejo tako, recimo, ta boljši, čisto iz idej, da dobim nekaj ideje za treninge, pa tako. Ko včasih pač imaš ti lahko 5 različnih treningov z istim namenom. Lahko ti delaš, 10krat jurja, ali pa delaš, 10krat 3 minute, pa je zelo podoben na koncu. Ali pa delaš, 2 minute z minuto počasi, ali pa kakorkoli, pa so zelo podobni. Dansko treniraš isti sistem energetski, samo da so pač treningi različni. Vse je pa na koncu, recimo temu, zelo enak trening. Tako da to si malo razbijam na ta način.
rekel si 20 ur na teden, kaj to pomeni? V kosu delaš vsak dan, pač tiste 3 ure razbiješ to na 2 treninga na dan, daj. Veliko razbijam na 2 dni, tako, ok, ko imam dolgi tek, pač to pomeni, da grem za 4 ali pa 6 ur laufat po hredih, to so nedele pri meni, takrat pač me ni. In ne, drugače pa ja, čez teden pa veliko razbijam, oziroma ne delam kakšnih teh isti dan, 2 težka, tega ne delam. Delam pa blok treninge tako, se pravi 2 dni zapored težko, to pa treniram. Nikoli pa, da bi treniral, ne vem, tukaj v atletiki zelo popularen, zjutraj neke intervale, pa popoldne spet intervale, tega pa ne delam. Double threshold pa nekaj. Ja, te variante. Tega pa ne delam, se mi zdi čisto samo pač ubijanje telesa, ki na koncu nima smisla. Ne? Na koncu je kontinuiteta tista, ki te naredi dobrega, ne en trening v bloku. In zato tudi ne dajem na Stravo, zato ker bi bilo polen kup govorjenja, kaj počne, pa kaj ne počne, pa pač mi je lažje tako, ker bi mi bilo, ker vem, da bi začel dajati, bi kuj začel nekaj pritisk, bi bil sam pri sebi nek pritisk, tega pa nočem. Pač, če vidim, da nisem dober, pač trening prekinem, pa grem dam. Aha, si naredil to že več, mislim, je to tudi, si drneš to narediti, no ne greš za vsako ceno do konca. Ne, pač vem, spet, ker sem sam svoj trener, točno vem, kje treningi so mi res važni, ki ga moram narediti, pa magar, če na koncu sedim eno uro pred avto, so pa treningi, ki pač ne smeš biti toliko utrujen. In če pač jaz vem, da sem v nekem ciklu, ki ne smem biti preutrujen, ja, mirno obrnem, pa grem dan, če nisem ok. Pošteno, brez slabe vesti praviš, a ne? Mislim, tle nimaš trenera, ki bi ti rekel, tole moraš danes narediti, pa če crkneš, pa ti ne bi naredil, pa bi jih poslušal, ampak imaš drug odnos do tega, če bi ti kdo vprašal, recimo kdo od mlajših ali pa kdo, da pa vem, od konkurentov, Žan, toliko dobro ti gre, očitno nekaj prav delaš, dej še meni plane, piš za trening, bi to delal? Bi, po moje, ampak zelo za specifičnega človeka. Se mi zdi, vsaj za enkrat. Mogoče, tako mi rekel, mogoče čez par let, da bi se dansko lotil tako, da bi dansko res pisal plane, zdaj bi pa verjetno pisal za enega ali pa 2, glih zato, ker hočem toliko specifično pač dansko, da točen vem, da si znam predstavljati, kako se bom počutil jaz, ne vem, čez 3 tedne. Pa da zelo, recimo temu, bližam za danom, ne. Tako da zdaj za enkrat, ja, kakšen mu bi, zdaj da bi pa za enkrat kakšnih več ljudem, pa po moje, da ne. No, to je tako, za čez par let pa verjetno ja. Ker tudi jaz se še vedno učim, ker je tudi to. Tudi jaz še vedno probavam in pač jaz recimo za zase sem zdaj zelo samozavesten, da vem, kaj mi ustreza, pa kaj rabim. Zdaj, ja, to deluje tudi za sosedovega Marjana, pa ne vem, a je to specifično sam zame. To je pa tisk. No, vendarle si ti kombinacija, rekel, ja, kolesarja, atleta na stezi in tako naprej. Si, bom rekel, povlekel kakšne lekcije od svojih trenerjev iz drugih športov prej, recimo, kakšne stvari, ki so v unih disciplinah delovale, pa morda zdaj delujejo tudi v tem, kar počneš. Ja, absolutno. Pač od vsega sem nekaj potegnil, vsak trener ti nekaj da, ali pač ne vem, če gledamo same psihološko pripravo, pač točno to, recimo, ko smo bili pri kolesarjih, toliko fajn, pet pa uživaj, ne rabi vse tako hudo napet, pa vse pač fajn se mej, ko na koncu tako najboljši. In tudi, ja, kar se tiče treninga, pač od vsega sem nekaj potegnil, pa pač tudi na sebi moraš probati, kaj dejansko zdaj zate deluje. Ne vem, pač zame delati trening 10x200 je pač čisto nesmiselno, sem od tega samo utrujen, nima pa neke adaptacije, pač, ki bi bil dejansko hitrejši. In to so te zadeve, ki pa jih pač malo kombiniraš, pa probavaš. Kako pomemben je srčni utrip, recimo, pri planu tvojega ali pa pri analizi tvojega treninga? Pri meni srčni utrip pa čas, to sta glavna 2 podatka. V treningu in tudi konec koncev pač na tekmah pol. Sicer zdaj bom rekel tako, da tekmujem večinoma na občutek, ampak imam pa zelo dober občutek, kje imam puls. Tako da ja, pač absolutno, pragi pa to so mi zelo važen podatek. Poleg časa edini važen, če sem čisto iskren. No, to je pomembno povedati. Prav,
Cona 2, cona 3, cona 4 in te zadeve, to imaš ti razdelano na izust, veš, kje si, kadar si. Teorija, da je treba večino časa, pač ena od šol pravi, trenirati. Zadnjič sem članek prebral, ki je to debanko, ne, da je trening v coni 2 v 85% časa, pa potem neke specifične hitrosti, pa potem vse razturiš, da to ne drži več, ne, kaj ti meniš v tej šoli. Ja, je to zelo smiselna teorija, ampak je odvisen, koliko imaš ti danskega volumna treninga. Ker več, ko imaš volumna, več boš ti v coni 2, zato ker bo te v dansko že same ure treninga ubijale. Zdaj, če ti treniraš, ne vem, 8 ur na teden, pol to absolutno navdelval, ne, zato ker boš kaj naredil, pol ure na teden hitrega, to bo absolutno premalo. Če pa gledaš ti stališča, da treniraš 20 ur na teden, pa boš ti 20% hitrega, je pa to 4 ure, a ne? Je pa to presnet veliko hitrega treninga. Tako da zato, ja, ta 80 oziroma 90, 10, 80, 20, 70, 30, ne, je zelo odvisen od tega, koliko imaš ti danskega volumna. In absolutno za enega profesionalca, ki počne sam to, pa ki ima, ja, točno to, tudi maratonci, ne, ki ima, ne vem, 250 km na teden, je drugače, kot za nekoga, ki laufa 100 km na teden, ne. Procenti se klepol pač sesujejo. Mal mečem tle ključne besede v tele vprašanja, zato te malo testiram, pa me zmer nadmudriš, ker vidim, da veš, o čem govoriš, a ne? To je dobro, spoštovani in spoštovane. Evo, po eni uri pogovora ste lahko že spoznali, da mladenič pri 26 ne zmaguje čist na pamet, ampak zelo, zelo sistematično in šolsko neki zmag pa imaš preštete. Nimam preštete zmage, če sem čisto iskren, ampak jaz sem en unih, ki ne zmagujem veliko. Jaz sem en unih, ki grem na veliko tekem, pač samo zato, da sem na tekmi. Niti ne pričakujem, da zmagam, niti se nočem sforsirati, da bi jo zmagal. Tako da ja, več mi pomeni tiste par rezultatov v sezoni, pa da sem tam res dober, kakor pa da bi imel čez celo sezono 20 zmag, mi nič ne pomeni, če sem čisto iskren. Mi več pomeni, ja, recimo zdajle Mozart 100, mi absolutno več pomeni ta zmaga, kot pa da ne vem, gledajte, da sem dirkal 3 tedne zapored, 2-krat sem bil 5, Mozarta sem zmagal. A bi bil raj 3-krat drugi? Ja, ne. Mislim, raj bi zmagal na Kriška gora trailu, ja, pa pol. Tam so se namreč srečala, nekaj si pojamral med tekom, da noge niso prave. Ja, mislim, konkurenca je bila zavidljiva za slovenski trail, dokaj zahteven trail. Rekel, višincov na 20 km ste naklepali skoraj 2 jurja, to je kar veliko, no. Kriška gora trail, ja, dansko je po moje edina tekma pri nas, ki se lahko reče Sky. Se pravi, je res infinci, res tehnična in pač je res nora tekma. Tako da, ja, pač pa še meni domač tereni, tako da zato sem tudi prišel. In ja, pač bil sem v taki fazi, da pač nisem prišel najbolj spočit na štart. Spet, gledal sem pa proti Mozartu naprej, ne, in ja, absolutno so ga, pač odspred so ga Klančnik, ne, Tilen Potočnik, so ga fanti pač tako letel, da sem bil v fazi, ki bi se mogel preveč matrati, oziroma bolj matrati, kot sem se pa hotel. In to je tisto, kar pač jaz pol dansko mirno spustim, pa rečem, lej, nisem ta prav, pač bom 5, oziroma kjer sem bil na koncu. Ja, ste že videli drug teden. Preden greva k Mozartu, ja, tudi zato ta pogovor delava po tej tekmi, ker si dejal, da imaš še tole za oddelati, pa potem v miru kakšno rečejo, super, sem rekel, vse dobro ti želim, pol pa kar zmagaš, sem rekel, mislim. To je pa treba malo razdelati, pa analizirati, preden greva k Mozartu, ja. Sem si zmagal v Vipavi, mislim, da na 30 po Kranjski gori, nekaj imaš teh slovenskih skalpov na teh srednjih razdaljah, ti je kakšen posebej všeč, nekaj si odlaufal v Sloveniji, na kjer ga bi se še vrnil, če bi bila priložnost, mogoče na kakšno daljšo, da ti je res blizu všeč. Ja, mislim, Vipava pa Kranjska gora sta absolutno 2 tekme, ki sta res noro dobro organizirane pri nas. Pač tudi tako nivo tekme je visok, kar se tiče pač danskih tekačev na štartu, pa tudi res sta lepe. Sploh, Vipava je bila veliko bolj všeč, takrat, ko je šlo še čez znanost, tudi te kratke. Ja, Kranjska gora je pa pač
res tista ta prava, res v hribih. In je dansko čutek čist drug na take tekmi, kot pa recimo te, ki so traili, zato se mu reče sam trail, ne. Je pa v bistvu bil čas dolenski pokal. Zdaj imaš kakšno, ja, tekmo pač pozicionirati med trele tudi zaradi tega, da jo malo bolj populariziraš, temu je že tako, danes ni več gorskih tekov, gozdnih tekov, to je vse odpadalo gor, a ne gorskih maratonov, to je šlo vse v anale zgodovine, danes je pač trail, a ne, danes so trail zadeve in tako to mora biti, a ne. Zdaj si pa dal pač idejo Vukotiču, da bo naslednje let Sky dal pred Kriško goro trail, ne, pa bo spet nekaj posebenega. Ne. Si zasluž. Absolutno si zaslužiš. Ja, bo tole poslušal, pa si bo to zabeležil. Tle si spet v trailu tudi ne šel koj all-in, tako kot nekateri, ne gre koj najdaljše razdalje, ti si najbrž zadeve potipal, pa si šel pa 20, pa 30 in tako naprej. Potem počasi prilezel tudi do malo daljših razdalj, lansko leto se probal v stotki, se ni šlo. Ampak ja, daj mi, mislim, a je to spet organski in naraven razvoj trelaša, ne? Probaš 20, tiste 2 urce, mogoče, ne, probaš 30, ko pa vidiš, kar v redu, probaš 50, pa rečeš, to mi tudi kar gre, si sam odkril mogoče, da hočeš skozi več, da ti bolj pašejo daljše, ali je to radovednost, kaj? Ja, jaz sem iz osnove v trail prišel z motivacijo odlaufati v UTMB, se pravi 100 mil. To je to. Tako da to je skozi nekje v zadju. Je pa res, da pač, ko sem začel traile laufati, absolutno nisem hotel kar kuj na stotka, ker sem rekel, pač to me itak samo iz poškodbe v poškodbo šel in nima smisla. Zdaj sem začel s kratkimi, vedno sem pa vedel, da mi bolj ustrezajo oziroma da mi bolj paše te malo daljše variante. Tako da zato se zdaj pač sedansko počasi prestavljam proti njim. Absolutno pa ne na vrat na nos, pač pa ti z glavo skozi canso, da bom odlaufal, ker mi pač ni to namen, ne. Če vedno bi rad odlaufal dober pol tam. Tako da ja, zato sem pač začel te 30, pa to, kle pač Golden serija zelo dobra opcija, ker je pač Salomonova dirka in zelo dobro organiziran vse skupaj, pač cela serija. To spet pomeni, da pridejo isti fantje vsak teden na štart, ali pa ne, se 5-krat na let na štart skupaj, veš približno, a greš na boljše ali napreduješ ali ne. Konec koncev je še finančno dobro podprta, pa zdaj še medijsko skozi boljš. In zato sem jaz pač takrat padel v to Golden serijo, ker sem rekel, ok, to so tekma na nekem dobrem nivoju. Ja, vedno me pa pač počasi vlekalo v ta dolge. Pač ja, iz Golden, iz 30, počasi na 50, pa zdaj počasi pred 100, pa enkrat 100 mil. Mislim, ja, še preden bodo polno 30, bom raj tih, ja, da ne bom kaj za jinxov. Salomon je odkril tebe, ali si jih ti kje mogoče odrezal? V bistvu je bila malo bolj tako zgodba. Jaz pač takrat sem dirkal v Italiji. Prvo let sem dirkal Golden Trail serijo v Italiji. Se pravi, to je serija, ki je pač v bistvu Salomonova serija, dajmo tako reči. In takrat sem se pač valjda zelo hitro spoznaš ljudi. Takrat sem bil pol tudi na finalu na Azorih, se pravi finalu nacionalne serije. Tam sem pač spoznal in glavnega menedžerja International ekipe. V Italiji sem pa že spoznal pač menedžerja italijanske ekipe in sem pač vprašal, če bi jaz to pač, ali lahko pridem, ali je kakšna varianta priti zraven ali ne. In takrat sem me pol v bistvu navezal na Salomon Slovenija. Mislim, da je šlo celo prek Anžeta Sobočana na koncu, sem od njega dobil mail, pa ja, tako da sem pol tako na to foro prišel v Salomon Slovenija. Zdaj, v čem si prej laufal, zdaj pač v Salomonkah, po Salomonovi opremi, si imel prej kakšno drugo, bom rekel, ljubo ti znamko, pa si pol mogel silom prilike prešaltati, ali ti je bil Salomon? Rekel, ne, Salomon mi je bil vedno dober, nisem pa laufal v Salomonu. Pač kot sem si sam kupoval, tako da tisto, kar sem najdel na netu, da je bilo malo cnej. Tako da malo sem imel Terexa, malo sem imel Innovata, malo sem imel Salomona, vsega možnega sem imel doma, ne. Vedno sem imel pa enunih tekačev, ki jih hotel imeti 10 različnih superg za vsak teren po svoje. No, tudi to je svoja vrsta umetnost, boš rekel, ne? Če reš na eno dirko, preveriš, bom rekel, vreme, kdaj bo zadnjo dež, kakšna je zračna vlaga, kdaj so pokosili, ne, mislim, hecam se malo, ampak mislim, vzameš recimo na eno tako dirko, kot si še zdaj na Salzburg, več parov s sabo, pa se pol odločiš, kjer boš imel.
Ala zdaj Salzburg je bilo tako, da sem imel tak Genesis s sabo, zato ker je to pač recimo temu ultra model od Salamona, ki je pač meni res vrhunski, ki z njim dirkam tudi takrat, ki jim je pol čisto vsem, kaj je pa kako je, ker ga itak hočem dati gor, recimo za te krajše variante, pa ja, imamo recimo Pulsar Soft Ground ali pa pač običajen ta je slabo Pulsar, ki imata različne profile, tam pa pol imam oboje vedno s sabo, pa se bolj ne odločim zjutraj, k vam na nogo natakno. Tako da je čisto odvisen res, ja, odvisen od dolžine, ampak kar se ta daljših tiče, mi je pač Genesis 2 klase boljši od vsega ostalega in se ga držim. Top. No, da cestni tekači merijo trpežnost oziroma trajanje tekaškega copata po kilometrih, trail tekači po višincih, ali kako? Ne. Jaz ne, jaz ga zamenjam po občutku, ki se mi zdi, da je trd. Tako da. Okay. To je to. In recimo, ajde, vse, glede na to, da ne brž vodiš analizo oziroma statistiko, pa potem analiziraš tudi podatke, koliko ti drži kakšen par en takle trail copat. Ja. To je pa ena zadeva, ki pa je ne spremljam, koliko jih zamenjam na let, ampak se jih kar nabere. No. Jih veliko imam, parov raznih, pač točno tako sem rekel, za različne terene, različne treninge. Tako da bolj, na teden, če laufam 3-krat v istih superih, sem že velik. Ampak ja, res pa ne spremljam, koliko mi pa zdržijo. Zato, ker jih res menjam po občutku. Se pravi, ko imam občutek, da mi ratuje trda, to hitro zamenjam, pa pač klem na Salomonu imam to možnost, da si to lahko prvošam. Ja, ne te zalagajo s temi copati neomejeno. Zdaj dobiš tudi kdaj kakšen prototip, si dobil daj pa zatestirati kaj tazga, kaj novega, ali sam zahtevaš ti, se pravi, ti oni sugerirajo, kjer je bi, ali svoje preference poveš? Načeloma, kar se tiče prototipov, to International ekipa testira, to imajo oni. Okay. To mi nimamo. Drugač pa ja, velika večina si lahko sami izmišljujemo tisto, kar nam ustreza. Ampak se na koncu je zelo itak je tako, da pač ti, ki so ta boljši modeli, nam ustrezajo in načeloma je tudi sami znamki oziroma jim je fajn, da pač mi to nosimo. Tako da gre v bistvu zelo v roko z roko, pač ker dansko mi hočemo najboljših laufati, oni pa hoče, da najboljše laufamo, tako da gre zelo v roko z roko. Imaš kakšne sponzorske obveznosti, čez leto se moraš kaj pojavljati, zato ker sponzor hoče snemati kakšne, rekel, materiale in tako naprej? Skoraj nič. Pač imamo to Salomon Running Academy, tako da tisti nas prosijo, če smo lahko zraven, nimamo pa tako, da bi dejansko mogel prav kaj dosti veliko narediti za to, da razen v tem, da pač laufamo v Salomonovih stvareh, pa to ne pričakuje veliko od nas, tako da so zelo prijazni, kar se tega tiče, no, rekel. No, mislim, lejc. Ta podcast si se pripravil s Salomonovo majico, tako da slušalke bi bile tudi Salomone, če bi jih imeli, tako da to je še ena ideja. Ja, to je pa pač čisto spoštovanje do nekoga ti nekaj da, to je pa čisto iz tega. Pošteno. Jaz cenim to, ne? Se pravi, to je tako, kot prodajalec Fordov, ki se vozi Citroenov, to ne gre, ali pa nekaj tazga. Zdaj, koliko se je v ekipi Salomon, kdo so še druga imena, da je mal našim gledalkam in poslušalcem še uriš to? Ja, zdaj imamo tako, da v bistvu smo slovenska pa hrvaška ekipa bolj skupaj. Tako da v Sloveniji imamo še Anže Sobočan, Špela Gonza pa Dominika Zopančič Valant. Pol imamo pa Hrvat, pač iz Hrvaške je pa Mestrič, pa mislim, da je Nikola Špoljar še tudi prvi v Salomonu, tako da smo bolj tako, zelo majhna ekipa smo, no, kar se tega tiče. Se kdaj dobite, naredite kakšen trening skupaj, čisto za hec? Letos smo celo imeli dansko, da smo šli za vikend tamle v Zagrebu, kaj že Goran Hrib. Sljeme. Ja, na Sljeme, Sljeme, smo šli na Sljeme za vikend, tako da ti se bilo ful dobro, smo se dansko ekipa videli. Drugače pa bolj tako, kakor se sami kaj izmenimo, vsak tok cajt, ne vem, z Anžetom gremo vsak tok cajt na trening skup, ampak je itak tako, da imamo toliko različne sezone, pa vsak neki svoje, pa ali en počiva, pa drug trenira, ali obratno. Tako da se pol zelo težko ujamemo kaj dosti.
Pa vsi Spremljaš, smo na konc koncev trail tekači, tako da vsak je v bistvu bolj kot nared sam veliko časa, tako da je še no, ta dodatek. no, sej, to je tisto, a ne, ti si, spomnim tistem intervjuju takrat dejal, kaj si mogoče pogrešal v atletiki, pa smel v kolesarstvu je bilo več prijateljstva tega, se pravi, tovarištva, več ste bili bolj ste bili povezani v atletiki, moče ne tako, ker bo tudi tekem manj. Kaj pa v trail teku, rekel si, moče več samotarjev, ki so bolj, rekel, Ja, v navezani bistvu, na naravo, pa na svoj mir. več sem utarjal, ampak se mi zdi, da mentaliteta je pa še vedno bolj tako družbena. Da smo spet bolj na tem, da nismo čisto sam en proti drugemu, pa gremo se štopati en drugega, ne tisti na skrivaj pritiskati na uro, pa se primerjati na treningu. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da smo malo bolj odprti trail tekači od cestnih, recimo. Ker to je zdaj zelo težko reči, oziroma Generalizirano, temu ampak ja, tako kakorkoli. grdo primerjati, ne, ker pač vsak je malo drugačen, pa ne gledam to, ali ti zdaj laufa cesto ali trail, ampak kot, recimo temu, kot community, se pravi kot cela družba, se mi zdi, da je trail malo bolj sproščen še vedno. No, ja, in to sproščeno želimo prenesti na cesto, pa bomo pa mogoče tudi nekaj naredili. Greva zdaj k Mozartu, Salzburgu. Kdaj si se odločil, da nastopiš na tej dokaj eminentni dirki, tamle gor, ja, na Slonograškem, pa zakaj si izbral to razdaljo, ki si jo 81? V bistvu je bilo zelo na hitro vse skupaj. Se pravi, ko sem zvedel, da nisem zbran za Evropsko prvenstvo, pač videl sem, da bom naštiman ta vikend, in sem hotel pač najti eno tekmo, pač neko veliko tekmo, pač da se bo splačalo, oziroma da bo meni zanimivo kaj formo pokazati. Tako da iz tega pač sem pol našel Mozarta, ki je pač UTMB svetovna serija. Tako da to že rečeš, pač je tekma z nekim imenom, pač posledično veš, da bodo dobri na štart. Tako da to je šlo. Zakaj 81? V bistvu je šlo pa iz tega, da gledam, da sem dvakrat zdaj odstopil na 100 km, pa dvakrat prišel tam nek med 80 in 90, sem rekel, da pač rabim čist za glavo eno tekmo, ki bom pač dejansko odlaufal. Pač zaključil, ne, ker me je mečken moril, oziroma je bilo že mečken tisto v glavo, a sem res za to narejen ali nisem, a sem falil. Tako da zato sem šel pol na 81, še vedno, koliko je hecen 81 ali pa pol 120 km, ni več velike razlike, ampak je, ne. Tudi kar se tiče regeneracije, pa vsega skupaj kasneje je. In gledam, da je moj pač ta glaven cilj letos še vedno CCC, se pravi 100 km v Chamonixu konec avgusta. Tudi nisem hotel zdajle se čist podreti spet. Tako da iz tega je pač prišla pol ta 81, da je bila dejansko idealka za to, da sem jaz za glavo naredil eno dobro tekmo, da sem samo sebi dokazal, da pač še vedno očitno delam prav. In ja, da pač bom zelo hitro lahko začel spet normalno trenirati naprej proti CCC-ju. No, stal si tam na štartu, pol, da vreme ni bilo, če sem prav videl, Putič, pa vse skupaj najbolj idealno, mogoče za tek. Stal si na štartu, kaj si imel v glavi, kakšna zdaj taktika, ne, sam preživeti seveda ne, malo si se ozrl, najbrž si videl kakšno znano ime, kako je šlo vse skupaj. Ja, moja taktika je bila končno začni po pamet, ne. Oziroma taktika je bila počak vsaj do 35 km, pa če začneš dirkati, boš mu še več kot dosti časa, ne. Seveda pač sem mogel že spet prej začeti, ker pač nimam živcev, oziroma pač res dirkam na občutek in sem ven iz Ukrepne na 26 km sem pač začutil, da se vse skupaj malo ustavlja in da sem pač močnejši. In sem pač šel, pa sem rekel, kar bo, pač gremo dirkat, pa pač ne gledamo več nazaj. Tako da sem v bistvu spet šel 1 uro prej, kakor je bil plan. Ampak ja, še vedno je bilo pa to, da pač sem jaz mogel dejansko preklopiti iz tega tekmovalnosti 30-50, ki je drugačen, ker pač lahko dejansko dirkaš od prvega metra do zadnjega, pa zdržiš. Na teh dolgih se moraš bolj prišparati, ne. Saj mogoče čez čas, mogoče ne, bom videl, ampak absolutno zdajle zame za na začetek, ker pač mi dejansko razdalja predstavlja
v bistvu nek izziv že sam po sebi, se jih očitno moram letevati malo bolj po pamet. No, Je ampak, pa pač problem to, da nimam glih respekta do razdalje. kar je, lej, včasih je to tudi dobro, no, saj ne rata zmer, ampak karata aparata res, res super. Ko si pol tle povedal, ne vem, boš rekel, zmaga ni bila več ogrožena, si imel kakšno krizo potem še? Ja, imel sem še eno krizo tam med 60 in 70 km, ker sem mu res vsega že dost, pa pač namakate že 6-7 ur. Pač bilo je tistih 10 stopinj, pač skozi je pač dansko padal dež, cel dan, na vrhovih je še pihal, tako da je bilo res, pogoji so bili res operni, pol je bil še blad dansko do kolen, in se ti vse večkrat nabira. Pa tudi zgubiš že občutek, kaj se dogaja na tekmi. Še neki so se sistemi sesuli, tako da tudi na ukrepnih mi več niso mogli povedati, koliko imam jaz dansko fore. Sem bil še zaradi tega malo živčen, ne? Še za ta dodatek. Tako da ja, tam sem imel krizo, ampak načeloma sem pa tako rekel, sem pa za ful zadovoljen z dirko, ker sem bil z glavo res 8 ur čist par stvari, tisti res mi je delal, tako kot je treba. In ja, sem iz tega močno bolj zadovoljen nad dirko, kot pa nad samo rezultatom na koncu. No, na koncu, ja, si pretrgal ciljni trak, bil si vidno zadovoljen, mogo si dati pač še izjavo pa intervju, ali so te tam, ne. Mislim, da si bil, ja, se je videl, da bi težko še kaj dodal tisti dan, v tistih pogojih, ne. Koliko si dal, pol drugemu si dal, koliko razlike vol? Mislim, da je bilo okoli 25 minut na koncu na ta drugega. Kar je veliko. Za tako dirko. Je bilo tudi meni veliko. Ampak ja, pač res sem imel pa dober dan. Pa ja, je ena tistih tekem bila, kot sem ti prej rekel, da dejansko se naštimam na zelo določene tekme. Ta je bila ena izmed teh, ker sem bil dejansko pripravljen jeti na polno, jeti tisti dejansko, kakor da, ker ponavadi nisem, oziroma sem to sposoben narediti glih ene 2-3 v sezoni. Da, gledati na hitro, če so že uvrstili to tekmo not v lestvico, pa če so že kakšne točke pisali zraven, pa jo še ni, ja, še obdelujejo rezultate, ja, tako da, no, bomo še malo počakali, da vidimo, koliko točk so ti tlele nabili, mislim, lepa popotnica, no, zdaj za najbrž si dobil, bo rekel, čestitke tako z ekipe pod sponzorja pa tako naprej, mislim, to pa je zmaga, okej. Ni zmagal v Lavaredu, mogoče ni zmagal na CCC-ju, ampak je pa že, mislim, ena bolj pomembnih zmag tle okrog. Mislim, ja, to absolutno tudi meni zelo veliko pomeni, pač UTMB svetovna serija je ne glede na vse in tudi ja, Mozart je pač velika tekma, tako da ja, meni veliko pomeni, se mi zdi tudi tako, ja, pač kar se tiče malo širše javnosti, da je pač nek rezultat, ki je malo bolj pojaven, tako da ja, absolutno sem zadovoljen in recimo temu, da je to zdaj zelo izenačen z Lavaredom, pač zmaga kle 4. mestom, kar se tiče publicitete, recimo temu tako, da sta zelo tam nekje, no. In ja, absolutno sem pač ful zadovoljen za to. No, kljub temu zdaj, evo, čestitke še enkrat, jaz mislim, da je tudi slovenska javnost, dobila še eno potrditev več, da se te more počasi biti tudi na najdaljših razdaljah tako, ali pa drugače, no, hodil sem te vprašati, zdaj, kljub temu, da si 3-4 leta na sceni, pa si že kar neki, rekel, sveta, Evrope videl, tudi na trailih, no, pa Francijo, Madžarsko, Italijo in tako naprej. Je, mislim, tudi ta komponenta pomembna, recimo, da spoznavaš svet na ta način, pa hribe, ki jih mogoče drugače ne bi. Mislim, absolutno, zato ker pač velika večina teh tekem, ki hodim okoli, ne bi šel na izletke. In ja, absolutno veliko sveta vidiš na ta način in je v bistvu ful dobra stvar. Ker recimo ena od njih stvari, ki pa, ko zaključiš kariero, kar rečeš, ja, lej, pač točno to, kar si rekel, pol sveta sem videl na ta račun. In ja, absolutno je super to. In zato je tudi ful dober hoditi res na nove tekme, glih zato, ker pač si spet pod narekovaji prisiljen dejansko videti nek kraj, ki ga drugače absolutno ne bi. In ja, je ful fajn to. To je dober aspekt tega. Kje je bilo zdaj Evropsko prvenstvo? V Annecyju. No, tam si gotovo že bil, tako da ne bi nič novega videti, ja. Nisem bil. No, saj zdaj, lej,
selektor, ki bo tole pogledal, pa rezultate, pa tvoje točke, a ne, bo za naslednje leto pol, ja, tiste izbirne tekme zdefiniral tako, da te tudi še kam pošljejo, verjamem, da, če boš imel interes. Žana, imaš kakšne vzornike, idole v svetu ultrateka, ali pa, ne vem, v svetu atletike, v svetu kolesarstva, kaj pa vem? Zdaj, da bi rekel, da mu res neke idole jih niti nimam. Zato se mi zdi, da sem prišel še vedno v trail tako pozen. Absolutno spremljam Kiljana, spremljam DHN-a, spremljam, ne vem, Courtney, ali pa te iz krajših, ne vem, Remija in podobne fante. Ali pa ne vem, Italijani, Pupi, Mage, te fante, ki so pač res vrhunski. Jih spremljam, ne pa rekel, da so zdaj glih moji idoli. Tako da idole sem imel res v kolesarstvu, mi je bil Vincenzo Nibali, eden izmed njih, Italijan. Ki ni bil sicer nikoli ni bil Froome ali pa Contador, ampak ne vem, meni je bil zelo všeč njegov način dirkanja, ki je bil majčkeno bolj agresiven. Tako, malo bolj neizprosen, pa ima ne vse tako po pamet. Tako da recimo, da je bil moj on res tisti otroški idol. No. V trailu pa ja. Niti nimam. Vikend, ki prihaja, ja, se bo na slovenskih tleh dogajala Franja, kolesarsko tekmovanje, maraton Franja, na evropskih tleh bo evropsko prvenstvo v atletiki. Boš spremljal karkoli od tega? Bom verjetno spremljal oboje, oziroma evropsko prvenstvo verjetno bolj kot Franjo. Tako da pač spremljam, kar se tiče kolesarstva, spremljam, ne vem, Giro, Tour, te dirke, pač kar je Pro Toura, to gledam, pa ne vem, dirko po Sloveniji. Zdaj glih rekreativnih tekov, nisem tekem, pa ne spremljam prav veliko, absolutno bom pa spremljal evropskega. Sploh zdaj tudi Anja Fink, Laufa, pa Kobe, to je zanimivo za gledati. Mislim, Dolenjska je ta glavna atletska velesila v Sloveniji, ja, 2 Dolenjca imamo na evropskem prvenstvu, to bo zdaj res zanimivo. Ja, zdaj tole boste gledali in poslušali potem, ko bo že znano, kako sta se odrezala na polmaratonu v soboto. No, mi da si bo to še ogledala jutri zjutraj. Evo, kmalu bo že ura pa pol, pa te moram vprašati še par zanimivih stvari. Kje te bomo še videli letos, Žan, poleg pač tega, da boš na UTMB-ju na 100-ki? V bistvu zdajle en obdobje bom malo prekinil s tekmami, tako da verjetno bom še na K24 v Črni. Bom verjetno štartal 50-ko, pol ja CCC. Jesen pa po vsej verjetnosti še Julian Alps na 50, ki je državno prvenstvo v trailu, pa Dalmacijo, pa verjetno bom še kaj v Italiji zraven, najbolj čistko za gušt. Da bom veliko žulil več okrog UTMB-ja, samo to mi povej, marsikdo, pa moče tistih starejših ultratekačev, ultratrail tekačev, trail tekačev, če hočeš, ki so bili na sceni 10, 15, 20 let nazaj, mal pojamra, da je UTMB preveč komercialen, da so zadeve šle preveč stran od tistega natur laufanja po hribih, da je vse skupaj preveč nagneteno. Kakšno je tvoje mnenje na hitro? Jaz sem ta mlada generacija, ne. Jaz sem generacija, ki to pač je najboljša stvar, ki se lahko za šport naredi, ker posledično večja, ki je pojavnost v svetu, več bo tudi dejansko zraven denarja, sponzorjev in vsega skupaj, to pomeni, da bo šel šport naprej, ne. Tudi če gledamo zdaj v zadnjih parih letih, so šli časi, glih pred, ne vem, kakšen teden nazaj sem gledal eno analizo, da dejansko bi s časom, ki si 10 let nazaj, se mi zdi, zmagal na UTMB-ju, bi bil zdaj le nek 10 do 15, ne. Pač šport se razvija, zdaj, ja, verjamem, da tem naturistom iz osnove verjetno ni všeč, ki so bili pač navajeni, da je to pač tek po hribih, pa ne vidiš nobenega, zdaj je pač to preraslo v šport, ki je pač, ne vem, 50,000 ljudi na štart, in absolutno je drugačen, ne, je to absolutno spremeni občutek dirke. Ampak jaz to sam podpiram, pač čim več se to dogaja, čim bolj, ko gre šport naprej, tam bolj za nas kot tekmovalce in konec koncev tudi za šport. Če bi te vprašal, to si dobro povedal, ja, všeč mi je, ja, pogled, bom rekel, generacije Z, če že hočeš, no,
napram pač nam, generaciji X, ki imamo še mogoče malo romantične predstave o tem laufanju po hribih, do te romantičnih predstav še prideva majčkeno kasneje. Samo še ena stvar, ki si se prvo tem boju pri razvoju, si rekel, a ne, pa te primerjavi. Kaj so glavni razlogi? Pa, ne, pa tudi na cesti, pa v kolesarstvu, pa to je noro. A ne? Zdaj, aj te tehnologija, načini treninga, prehrana, če hočeš, a ne, v dovoljenih okvirih, jasno. Kaj, čemu ti, večja konkurenca morda, več talenta, čemu pripisuješ, pa rekel, ta razvoj, tudi trail tekanja in teh rezultatov, ko ne vem, 100 odlaufajo v 10 urah in podobno. Jaz bi rekel, da vse, kar si naštel, pomalam, ne. Ja, absolutno prehrana je šla absolutno veliko naprej od, ne vem, 5 konec koncev let nazaj. Včasih je govoril, da je 60 gramov hidratov na uro čisti limit, ne. Zdaj mi futramo med 100-120 gramov na uro. Se pravi, še enkrat več skoraj. To je ena zadeva. Trening absolutno, konec koncev, ja, tudi konkurenca, skozi več je fantov, pač mlajši, prihajajo hitrejši, ki tudi še vedno zdržijo daljše razdalje in posledično, ja, se šport razvija v to smer, da je treba biti skozi boljši, skozi hitrejši. To pomeni, da je vse skupaj bolj vse na limitu oziroma bolj vse zares, ne. Pač jaz mislim, da zdajle recimo ni trail tekača recimo na enem vrhunskem nivoju, ki bi bil to tako malo za zraven. Tudi Kilian ne. Pa je bil vedno eden tistih, ki je bil malo bolj na easy vse skupaj, ampak pač ja, šport se je razvil, vse skupaj je, išče se minimalne razlike oziroma tiste malenkosti se išče, kje se da še napredovati. Je ratalo vse skupaj znanost, a ne? Ampak ti si, rekel, trail znanstvenik, to mi všeč, ja, si se zadeve lotil in to prinaša rezultate. Zdaj, mislim, da vem, če bi govoril o tem, če ti želiš govoriti o tem, ampak imaš en projekt, ki je tvoje, rekel, čist zasebne narave, a ne, letos poleti, a ne, je še skrivnost za javnost? Delno je skrivnost, ampak glede na to, da bo tako izveden znotraj bolj družinskega kroga, lahko mirno povem o temu. Ja, to je projekt slovenskega alpskega maratona, se pravi tekme, ki je bila trail, pa na žalost ne obstaja več, se pravi iz Preddvora do Jezerskega čez Kovce, pa čez Dolge Njive. To je projekt, ja, ta tekma je bila, mislim, da 2008, ne, sva gledala. Zadnjič, tako, ja. Kle vsa zahvala tudi tebi za pomoč, da si mi pomagal sploh traso najti. Mislim, lej, ti sam reči sam, pa bom naredil vse za tebe, ker sem sentimentalno navezan, rekel, na to, zame je bilo to, ko še se že ni govoril o trailih, a ne, pa sem spet sentimentalen, lej, rekel, najboljši gorski maraton ever, ker je imel vse možne podlage, kar jih je na tem svetu, na eni, na 50 kilometrih, toliko zanimivih dogodivščin, pa tak, bom rekel, in štart in cilj in vse take vedute tam od zadaj, da sem res dober. In ti si rekel, ok, ozadje tega projekta moraš povedati, a ne? To je še bolj zanimivo. Ozadje tega projekta je, da v bistvu je moj oče točno zdaj 20 let nazaj odtekel rekord trase na 50 kilometrov, ki je zdaj 3 ure 59 pa 59 sekund. Mislim, skočil je v cilj, ko Ingebrigtsen daš na štadionu, spomnim se tiste fotke, pa dobesedno, ne vem, aj vedel, na kaj, mislim, noro. Na tisti fotki sem tudi jaz zraven, sicer sem zelo majhen. Mislim, potem je tam okužil 6-letnika že s tem, da boš nekoč šel po očetovih stopinjah. Ja, in to je bila nekako, v bistvu, odkar sem jaz v trail prišel, je bila to neka hec med nama, pač, a mu bom kdaj lahko rekord nesel, mu ga ne bom, ne. Jaz sem rekel, najprej sem začel itak ni tekme več, hočem to se zaiti. Je pa letos v bistvu glih taka situacija, prišla pa glih 20 let, da sem rekel, da pač ja bom v lastni izvedbi probal podirati ta rekord. A bo ratalo ali ne vem, si niti ne predstavljam, kako hitro se dejansko da tam laufati. Absolutno vem, da bom kasiral do Tržiča po cesti, ker pač je moj foter izhajal iz triatlona, to pomeni, da je bil hiter na cesti. Ampak računam, da gor na Kovce pa sploh spust na konec
da bi ga mogel nazaj ujeti. Če mi vratal, bomo videli, ne? Oziroma, zdaj bomo videli, koliko je bil dober. No, evo, 20 let kasneje, Žepič mlajši, ja, velja omeniti, da Damjan Žepič je bil izvrsten, ja, triatlonec, duatlonec, tekač, no, vse zadnje, ne, bil sem zraven pri tej dirki, sicer mislim, da 2 ure kasneje, ampak tistem rekordu se je še dolgo govorilo. Trojka na 50-kilometrskem gorskem maratonu, ja, je nekaj tazga, kot SAP-2 maratonu generalno, no, o tem se je govorilo prej, pa kasneje noben ni prišel blizu več, mislim, da tisto leto, no, na 2 minute, ampak poj kasneje niti mal ne blizu, to je bila res epska dirka, epska trasa. Ja, tudi sam, če tako gledamo, je bila res tekma, ki je bila absolutno pred časom. Ker če bi jo zdaj naredil eden, če bi se jo spet lotil, bi bila absolutno vrhunska tekma. Točno tako, kot si rekel, vse ima, zanimiva je, lepa je. Tako da ja. Upajmo, da še enkrat, da bo še kdaj. Ja, jaz sem govoril z Iztokom Boltezom, nekaj se je pograval z idejo. Zdaj mi pa govorijo drugi, pa ne bom povedal kdo, da bo vsaj del trase vključen naslednje leto in trail, ampak to bo off the record pola. Prej moraš ti postaviti nov rekord slovenskega alpskega maratona. Tam je bil zelo všeč, ker teče tretji kilometer trase, mislim, da gre praktično mi moje bajte zelo blizu, pa potem nisem noro. Ne bi govoril več, ker se bom kar zjokal tega in sem res vesel, da si se tega lotil in bom te večkrat povprašal, kako gre, pa kako je šlo pola, pa zakaj ne daš tega, saj tega na stravo, to ti bom težil. Evo, mogoče bom to dal. Mislim, to je edina stvar, ki bo na stravi, evo. Ja, mislim, že zaradi tega, samo zaradi tega, da bo še kdo mogoče kdaj pol šel po poti tega legendarnega ultramaratona ali pa supermaratona, trail maratona in to v teku. Zdaj, sam mi povedo, tvoj oče je še aktiven športno, vsaj rekreativno? Skozi manj, malo se stara. Še vedno laufa, še vedno se ima fajn, pač je pa, ni pa več, da bi tekmovalno. Pač star je 50 let, tako da ga že mečka hrbet tudi daje. Ampak ja, še vedno pa laufa, tako da. No, to je važno. Ja, dokler laufa, pa je dober, lepo ga pozdravljam na tem mestu. No. Vesel sem, se pravim, kdo bi si mislil 20 let nazaj, ja, da bom, takrat sem govoril z njim, da govorim s mogoče še boljšim tekačem v družini. Najbrž je ponosen na tebe, da si vse to tudi v teku že naredil, kar si naredil. Ja, valjda, pač ponosen ni tak, pa tudi si zelo dobro predstavlja, kaj to pomeni zame, tako da pa vedno sem vso možno podporo doma. Vsega, kar sem se spomnil telih tekem, konec koncev tudi mami, stric pa deda so bile zdajle v Mozartu moja ukrepna. Tako da ja, absolutno v družine imam vso podporo temu, kar počnem in so ponosni na to, kar delam. Prva liga. Žan, jaz sem res neizmerno užival v tem pogovoru, ker si dinamičen sogovorec, tako kot tekač, no. Bom rekel, pa zmer dobre volje, no, to sem že večkrat rekel, a si optimist po naravi, si tista nasmejana duša, ki razsvetli prostor, kamorkoli pride, no, ker te vidim zmer, če se režiš in je to res fajn videti. Nisem optimist, danes sem zelo realist, saj jaz se imam za realista. Absolutno pa nisem pesimist. Tako da, ja, je pa tako, pač jaz sem dobre volje, ker nimam nekega pametnega razloga, zakaj ne bi bil. To, evo, kakšna zaključna misel, si danes že tekel, najbrž si? Ja, sem tekel, sicer sem šel samo za 1 uro malo polaufat, ker se še sestavljam po Mozartu. In ja, na tem mestu tudi rekel tebi hvala za povabilo. Res pač ima super podcast, tole že par let, tako da evo, vse čestitke tudi tebi. Hvala, uspeva mi zaradi gostov, kot si ti in vsi ostali. Žan, srečno, dobro generacijo želim. Tale sam bomo spremljali, pa tudi vse ostale dirke nadaleč ali od blizu. Dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke, upam, da ste uživali, da ste odtekli svoje, če greste zdajle v hrib,
Ja, pojte na terene, ki jih ima tudi žanr, mogoče ga pa srečate, mu pomahate. Slišali ste, kje trenirate le okrog, pod Storžičem pa malo levo, pa malo desno. Ja, v tem kranjskem trail bazenu je ogromno enih pot, kjer ga lahko dobite. Žan, hvala še enkrat. Se vidiva tam zunaj. Hvala, živijo. Čau.